Dame in gospodje, iz prečudovitega grajskega stolpa v hotelu Evropa, ki so nam prijazno odstopili tale prekrasen kotiček, bo tole ena posebna izdaja mojega podcasta Brez dlake na jeziku. Draga družba, pred mesecem dvemi, ko sem gostil Jana Plestenjaka, sem imel v glavi, da tu čez ne moremo več. Tu čez ne moremo glede prepoznavnosti, slave, legendarnosti, ampak lahko, ena oseba tu pri nas je še, ki gre čez to. Ona ne ve, kaj vse jaz o njej vem. Ona ne ve, da sem bil celo zaljubljen v njo en čas, ampak o tem bom govoril malce kasneje. Delam se, kot da je še ni zraven, ampak ves čas je. Dame in gospodje, na moji desni strani sedi, paste zdaj vi tone, verjetno najbolj legendarna, najbolj ikonična in najbolj znana slovenska manekenka, najbolj uspešna slovenska in seveda tudi jugoslovanska mis. Ženska, ki so ji pod nogami ležali najbolj znani zvezdniki in igralci nekdanjega časa, ampak ona je vsem rekla, ne, postavite se v vrste, fanti, jaz nimam časa. Dame in gospodje, ona je, pa kaj ne rečem, je kultna oseba. Ko njo zaslišiš takoj, wow, čakaj malo, wow. In vsej tej moje karieri in teh mojih letih dela v medijih, jaz nje nisem srečal takole v živo, razen enkrat, ampak to so ona ne spomni v Rogaški Slatini, kjer je imela za tole svojo Bernie Models zgodbo, eno modno revijo. Tam sem naredil enkrat za revijo Celjan, za katero sem delal pred mnogimi leti, en intervju, pa eno slikco, ampak ona je to pozabila. Zato bomo zdaj to krivico popravili. In dame in gospodje, jaz ne morem verjeti, to je najdaljši uvod do zdaj, ampak jaz ne morem verjeti, da je z mano tu na moji desni strani moja večna neizživeta ljubezen, ena in edina, fantastična, še vedno zelo lepa, še vedno zelo lepa Bernarda Marolt. Bernarda, lep pozdrav in daj mi roko, da ste dotaknili, če si res prava. Res. Dobrodošla v moj podcast. Kakšno predstavitev? Sem se kaj zmotil, sem kaj narobe rekel. Ne. Sem počaščena. Nisem nič zgrešil, da bi kaj. Besede, super, sem srečna. Si zadovoljna? Sem zadovoljna. Koliko se srečava po vseh teh letih. Tako kot treba, Malo obnovima tele spomine in to je to, res super, lepo. Bernarda, glej, to, ko sem govoril o tej neizživeti ljubezni, to moramo razčistiti, predno greva na debato. Zdaj veš, glej, zaljubljen sem bil v 3 Slovenke. Bil sem v cel kup tujih zaljubljen, od Samanthe Fox, Kim Basinger, Sophie Marceau in tako naprej, v mladih letih. V Slovenke sem bil pa zaljubljen 3. Najprej v Kajo Štiglic iz Poletja v školki, potem v Martino Kajfeš, ki ne bi pa Plestenjak speljal, žal, in Vate. Zdaj veš. No, nisem vedela. Zdaj veš. Nisem vedela. Ja, super. Kaj ti ne rečem? Iz oči. Ti povem, tako je. Zdaj pa Bernarda, dajma, glede na to, da te verjetno takle ne bom imel dolgo časa in ker te imam prvič, dajma se sprehoditi skozi to tvojo neverjetno in dihozemajočo kariero. To ne gre samo za slovensko, jugoslovansko zgodbo, to gre za svetovno zgodbo, to niso heci. Zdaj te velike zvezde naše, ja pa veš, pa to ni bilo tako, pa to ti pretiravaš. Ne, tukaj je šlo za res, tukaj ni zebancije. Bernarda, tukaj ni zebancije, ampak začnimo na začetku. Šele danes sem ugotovil, da si se ti rodila v mojem rodnem kraju Celju. Točno. Daj mi to povej, kako je prišlo do tega, da si se ti v Celju rodila? V Celju sem bila rojena, točno, pred mnogimi leti. Ja, pred mnogimi leti? Ja, v Celju sem se rodila. Pa si živela tu ali si? Ne, sam rodila sem se. Kam si te odnesli? Ljubno ob Savinji. To je blizu. To je moj kraj, ponosna Slovenka. Kjerkoli sem potovala, so me spraševali, odkot pa prihajaš, pa jaz ponosno iz Slovenije. Marsikdo ni vedel, kjer je Slovenija, to govorim pred mnogimi leti. Se še zdaj ne ve. Še zmeraj se to dogaja. In jaz sem razlagala, pogledajte, Slovenija, to je država, to je dežela, to je moja dežela. Tako da sem bila zmeraj ponosna in sem z veseljem tole promovirala. In z veseljem sem rekla, jaz sem iz Ljubnega ob Savinji. To je Zgornja Savinjska dolina, najlepša dolina. Pa imaš tam že spomenik?
spominki. Ker lej, tale Melanija naša, ne, ki je Ja. zdaj poročena seveda s Trumpom, Ja. ima spomenik v Sevnici, res da zelo čuden spomenik, ampak ti imaš spomenik v Ljubnem? Ne. Zdaj zmeraj sem se matikala, ne? Jaz sem to upošteval in te kritikam. Se tikava. Jaz te kritikam, ne? No, Kot da smo rasla skupaj, ne? Se tako moramo biti. Tako mora biti. Ne? Okay. Zdaj pa povej, no, tega svojega ranega otroštva v Ljubnem ob Savinji. Kako se ti spominjaš? Kako je to? To je bilo kaj v 60-ih? Ja, malo smo mogli zdaj izdati. O letih se ne pogovarjamo. Malo smo mogli izdati. V bistvu vsi vejo, več ali manj, koliko sem stara, ne? Ampak prav je, da če ne oznanjaš, da ne daješ na zvon, potem je boljše. No, v teh nekdanjih letih, no, kako je bilo, kaj se spomniš od teh svojih najbolj zgodnih? Spomnim tega, sem rasla na Ljubnem, se veš, na začetku si malo izgubljen, sem bila malo res izgubljena, tiha, malo sem govorila, bolj za sebe, v mojem svetu, ampak sanjala, da bom potovala, to so bile moje sanje. Ko bom končala šolo, bom šla naprej, potovanja so bile moje. To so bile tvoje sanje. Ja. Pa nekaj sem živela v svojem svetu, mirna. Sem bila zmeraj najvišja v razredu. Že v osnovni? Že v osnovni, pa so me malo tako čudno gledali, ne, pa malo sem se krivo držala na začetku, pa hvala Bogu, da tako je bilo. Kaj pa recimo starši tvoji, ne? So zaznali, že ko si bila mala, ne, oče, mama, sta se zaznala, že ko si bila mala, da boš ti odjadrala nekam v širni svet? Mislim, da se nista niti najmanj mislila, nista razmišljala o tem. No, ampak jaz sem imela to v sebi, no, potem iz osnovne šole v srednjo šolo, potem še na ekonomsko v Ljubljano in tam sem začela v bistvu malo, ampak jaz nisem nikoli razmišljala, da bom model. Zdaj, jaz bom potovala, spoznavala ljudi in potem en fotograf ustavi na cesti, pravi, ti bi pa lahko bila model. Jaz ne. In potem je spet drugič sreča, no, aj ne bi poskusila. No, in potem sem začela, čist izgubljena na začetku, prvič pred aparatom. Ampak fotografija mi je pa veliko pomagala. S fotografijo sem jaz v bistvu rasla. Sem se znebila vseh teh negotovosti. Če te sme zmotiti, glih to sem mislila, ne veš, to so te klasične zgodbe, ampak očitno res držijo, da lepi ljudje, ne, razen z izjemo mene, ko sem si bil všeč skozi, ne, ampak lepi ljudje so vedno bili kot mladi nesigurni, ne. Kar redko kdo je, pa čakaj, pa kaj ta zdaj naklada, ne, ta je bila skozi lepa. Ne, ampak nisi se videla tako, ali mogoče res nisi bila tako atraktivna, da si bila, ne vem, neka... Zdaj suha, bolj suha kot drugi, drugačna. Nekaj sem živela v svojem svetu. Ampak nisi vedela, da si lepa, ko si se ogledala? Ne, sploh ne. Ne, to je kritično, zelo kritično. Ja, pa kako hodeča? Ja, ampak to je boljše. No, po eni strani imaš prav, Potem rasteš v tej, imaš to filozofijo in potem res fotografija mi je pa pomagala, da sem se popolnoma izgubila teh negotovosti, pa teh, mislim, postajala sem bolj sigurna sama v sebe, tako da jaz vsem predlagam, da se s fotografijo, ti, ki imajo te probleme, ko rečemo, da se čim več slikajo, ok? Ne, ampak ti se moraš, recimo, imam tole akademijo za ženske, ne, in da je že 9. leto v Sloveniji, tudi v Italiji in se širim po celi Evropi, ne, hočem prenesti moje izkušnje na druge ženske, ampak in vsem rečem, pogledajte, fotografija, zato ker mi vidimo veliko žensk nesigurnih, ne vejo, kaj bi, kako bi, pa že v starejših letih, ne, pa jim rečem, pogledaj, ko bomo slikali, to se pravi, da mi te naličimo, te oblečemo, te damo pred aparat, jaz tam pomagam normalno in potem vidiš tole preobrazbo, kako se tale ženska na začetku čisto izgubljena in potem kar naenkrat vidiš, da je nekako prihaja v sebe in to je to. In to je to. In potem se znebiš tega straha, se znebiš teh, kako bi rekla, nesigurnosti, tega občutka, da nisi v redu, da ne, fotografija je zelo pomembna. Če mogoče se ostavi, pa bom pa nazaj skočil na tvojo zgodovino, ampak jaz imam pa skozi v glavi, da je moški tisti, ki ženski dvigne samozavest, ne? Ker ženska hrepeni po komplimentih, hrepeni, razumeš, in če moški, da govorimo zdaj o pravih moških, da pravi moški žensko zgrabi v roke, tako se zagre, je ona boginja, je ona kraljica, je ona seks simbol, ker jo on postavi tja gor. Taka ženska po mojem ne rabi tega tvojega tečaja. Ne, to je v redu. Recimo, ne, ti si lahko vseeno nesigurn v sebi. Še vedno? Ne, še vedno.
Zdaj, če Okay. moški reče, da si najboljša številka 1, Ja. če ti nisi prepričan, Pa mu ne da si verjameš ti- tega, kaj? Ne, če ti nisi, najprej moraš biti ti prepričan o sebi, Vidiš. da je to. On ti lahko govori karkoli. Ja. Mislim, če ti nimaš te, kako bi rekla, te sigurnosti, tega prepričanja, noben te ne more dvigati. Ne. Kaj pa ti pa lahko zbije dol to, kar recimo bi ti naučila te ženske, pa bi pa je prišel Ne. slab moški, pa izbije. Ne. moreš. Ona je desetka, pol ne za moreš zavedno. tega zbiti. Ne. Enkrat, ko prideš do tiste točke, noben ne more nič zbivati. Ne bom ti ugovarjal, ker ti verjamem. Ne? No, in če se vrnemo nazaj, ne? Ko si rekla, da si te fotografije takrat prvič videla, se pravi, pa si pa to pogledala, pa si rekla, pa čakaj, Bernarda, pa ti si lepa punca. Si rekla, kdaj je to? Ne, zato ker jaz nisem bila sploh všeč. Nisi si bila všeč. Ne, Tudi ko si fotke videla, pa to. Nisem si bila všeč. Je pa kako hodeča. Ne. Pa si imela dioptrijo, ali kaj? Si vredno videla, ali kaj, mislim, ne vem. Nisem si bila všeč na začetku. Nisi si bila všeč. Ja, in s tole fotografijo sem potem prišla do te prepričanosti, bi lahko rekla. Pa si pa rekla, pa si pa vedela, da si lepa. Kdaj si se začela to zavedati? O tem ne razmišljaš. Zato ker dobiš eno nagrado, drugo nagrado, greš naprej, pa si misliš, ok, to mi je všeč, to me zabava, ravno to, kar sem si želela, potovanja, sem spoznala ljudi, govorim jezike. Mislim, kaj še hočeš več? To vse to, kar sem si želela, pa še model. Ok, model je super za tole, kar sem si želela. Se pravi, model ni bil na prvem mestu, to je bilo potovanje, pa vse to. Jaz sem pa rekla, to mi je všeč. Okay. Gremo, ena nagrada, druga nagrada, gremo naprej. To se pravi, ti v bistvu se sploh ne ustavljaš, ne razmišljaš, ker ti greš enostavno slediš tej smeri, kot ti. Zdaj si v bistvu se ne obremenjuješ. Zdaj si mi dala zamisliti, zakaj si v bistvu ti resnično toliko dosegla, pa popravi, če se motim zdaj, pa da veljaš za eno, mislim, da so te zbrali tudi v eni reviji za najlepšo Jugoslovanko vseh časov, ali kaj sem nekaj bral, ampak mogoče je ravno to fora, da nisi nikoli se ošabno obnašala, ker vsaka lepa ženska je malo ošabna, ker to mora biti, če ni, pol ni nekaj v redu, ampak ti pa očitno to nisi bila. To ni potrebno. Vidiš, mogoče pa to tvoja skrivnost. Ne, zato ker mi pravimo, da tista ošabna ali tista je nesigurna. Ravno tista ima lahko probleme, komplekse in vse to. In hoče na tak način nekako zakriti. Saj so drugi, ki rečejo, a si v redu ali nisi v redu. Saj ne treba, da ti ni potrebno, da ti sam sebe daš na vrh. To so drugi, ki bodo povedali. No, sam če pa ti nekam greš, pa vidiš, da vsi, pa se zavedaš svoje moči. To se pravi, da ni tole, bi rekli, tale ošabnost, ampak tale energija, ki jo imamo v sebi. To je tisto ta prava. To pa pol vidiš, da nekaj imaš, da si neka. Ampak energija. Energija je vse. Energija svet premika, gore premika. In če nimaš te energije v sebi. Se spomnim, je bil film Arabeska, ko je bila Gregori Pek pa Sofija Loren in je en prizor, on nekaj piše in ona pride not, on nekaj piše, pa mu reče hello, on pa hello. Potem pa hello. Viš, in to hočem reči, in jo pogleda in wow. No in da se recimo to zgodi ženski konstantno, dan za dnem, ta wow efekt, se ne prevzame malo? Ne, to vse je odvisno od karakterja vsakega posameznika. Ti se nisi nikoli. Kje rasteš, kako rasteš, to je zelo pomembno. Kakšne korenine imaš in se ti ni potrebno. Ni potrebno. Lej, ti bom verjel. No in potem Bernarda je pa prišla ta znamenita Miss Jugoslavije, ker vem, da tudi nisi se prijavila prav uradno, ampak so te kar nekako spravili. Daj mi to zgodbo malo povej. Jaz sem ravno takrat, ko sem delala tudi v Zagrebu, en gospod pravi, zdaj pa tole tekmovanje ne bo. In v bistvu, jaz nisem niti na to pomislila, potem pa pravi, greva. No, in grem z njimi, odpelje do tja in tam smo že tam bili, se tam pogovarjamo, kaj je pa tukaj, kaj je pa tekmovanje. No, na tak način, čisto slučajno sem padla na to. In sem potem tam ostala in to je to. Potem se je začelo odvijati. Se spomniš, kje so bile takrat mogoče tvoje protikandidatke, če rečem tako? Je bila kakšna znana? Ne, spomnim točno tudi, mislim, ne bi zdaj o meni govorila, ampak jih je bilo. Jaz mislim, jaz ponad veliko vem, to mi je pa šlo. Jih je bilo, jaz pa čisto normalno, mislim, to vzameš pač
tako normalno, če bo kaj iz tega, bo, če ne bo, ne bo. Mislim, ti si umirjen, ti moraš biti umirjen, poskusiš in potem vidiš. Brez kakršnih koli obveznosti, problemov, moraš biti miren, relaksiran in potem se vse nekako poklopi. In ko razglasijo ta mis in reče, da si ti zmagala. Jaz? Ja, kaj se je takrat zgodilo? Koliko si bila takrat stara? 19? Ja. No, kaj se je takrat v tvoji glavi zgodilo? Ne vem, enostavno si v igri. Si v igri, greš na oder, pozdraviš to, kar moraš, no, in se nekako uživiš v vlogo. Mislim, to je vse. In si pač mis. To je vse. Se spomniš, kaj so te kaj vprašali tam, ker misice vedno vprašujejo neka pametna vprašanja, morajo pol na njih odgovoriti. Se spomniš, kaj so te vprašali? Ti seže spomin tak dalje. Ne, ampak ja, razne stvari, ki oni morajo vprašati normalno. In dobro, ti si že vnaprej malo pripravljen, jaz nisem bila pripravljena, ampak dobro, no, je šlo. No, v redu je šlo. No. Kaj pa se spomniš, mogoče kdo je bil, pa ne vem, v komisiji ali pa kdo je bil voditelj, se spomniš kakih teh imen, ko so takrat bile jugoslovanska? V tem ne bi v tem govorila. To tudi ne vem, ne? Da mi ti povedala to, ne? Ampak veliko v komisiji, tudi znane osebnosti. Navadno se zmeraj da kakšno znano osebnost. Tudi tam na svetovnem, tam v Londonu, ker sem bila, tudi tam je bilo, koliko nas je bilo, 80 držav, ne 90 držav, in je bilo tudi 20-članska komisija. Kdo je bil pa tam not? Ja, za vsake države eden. Vsake države in navadno je te kakšno zanimivo osebnost dajo. Pa se spomniš kako zvezdnika? Ne vem, v tem trenutku ne. Vem, da v tistem trenutku na to ne gledaš, ampak razmišljaš čez druge stvari. Tako da, zanimivo. Tam so mi dali eno nagrado. Ampak to moram poudariti, da misija je nekaj, model je pa drugo. To vem, da rada poudariš. To je zato, ker dajajo, ljudje mislijo, da je mis sveta, vse je pomembno, samo to so prvi koraki. Do manekenstva, do fotomodelstva. Potem, ko sem prišla v Milano, sem v začetka. To je kot da začneš v začetku. No, se na to še pridemo. Ampak to me še zanima, to sem malo raziskoval. Takrat vem, da si zmagala na tem mis sveta za mis fotogeničnosti, če se ne motim. Pa prišla si med 15 najboljših. To je najboljša uvrstitev slovenske, za jugoslovansko mis ne vem, to če imaš nekaj podatke, me popravi. Vem, da je pred tabo, ti si bila Miss Universe, Nataša Košir. Z njo sem nekaj naredil intervju, še za blog pred leti, je bila, mislim, da med prvih 5, ampak to je bil Miss Universe, ni bil Miss sveta. To je druga. Ne, to je druga zgodba. Ampak se prav ne spomnim, je kakšna jugoslovanka prišla tak? To lahko povem. Jaz bi morala biti na prvem mestu. In so prišli mi povedati zadaj iz komisije, eden, to lahko povem danes, da ne morem zmagati, ker sem iz Jugoslavije. A to je bil problem? Ja, to je bil problem. Kaj ste pa sploh tekmovali, mislim? Viš, smo tekmovali. Če bi bil Tito še živ, bi naredil red. Ker je pa takrat že umrl, so vam pa upali to reči. Verjemi mi, da je bilo tako. To sem morala povedati, da bi morala biti prva, ker sem dobila to nagrado za najbolj fotogenično na svetu. Avtomatično greš med prve 3. To je skoraj 100%. Jaz pa ne, zaradi tega, ker sem prihajala iz Jugoslavije takrat. In prvič bi Jugoslavija zmagala in to ni bilo mogoče. In to so mi posebej povedali. Si bila jezna? Ja, presenečena. Nisem pričakovala, ampak no, dobro. Ampak Po pa rečma, kot da si zmagala, kot da si. Torej, dame in gospodje, z nami je mis sveta, Bernarda Marolt. No, ampak hočem reči to, zdaj pa takrat vem, ko se je zgodil ta mis, pa ono, pa drugo, pa tretje, da to je bila takrat na naših koncih orjaška zgodba, že takrat, pa ni bilo interneta. So bile pa razne revije, časopisi in to so pisali novopečena zvezda, lepotica, vem, da ti je rating takrat zrastel v nebo, nekje sem tudi bral, ne vem, o nekih hudih denarjih, da so ti jih dali za razne fotoshootinge in tako naprej. Da je malo o tem povej, se je ta slava, preden si šla v Milano, se je ta slava tu zgodila čez noč, ali smo si to narobe zapolnili? Jaz sem potem iz Londona šla takoj v Milano. A takoj si šla? Ja, takoj. Nisi šla nazaj v Ljubljano, oziroma Ljubno ob Savinji? Ne. Takoj v Ljubljano. Jaz sem prej v Zagrebu živela, skoraj 3 leta.
Ja, preden pa študirala, smo med Ljubljano pa med Zagrebom, potem sem pa šla v London, pa potem v Milano. A nisi pa nazaj prišla k nam? Ne. Zakaj pa to? Kaj te je pa vleklo tja? Ja, jaz sem že hotela tam začeti kot model, ne, in ko sem prišla v Milano, niso vedeli o meni nič. Vse to sem vedela. Ja, pa niso gledali teh mis? Ne, to jih ne zanima. To jih ne zanima. Zaradi tega poudarjam, model je eno, mis je pa drugo. Torej, kot da sploh tega ne bi bilo, kot da bi čiste nule. Čisto od začetka, od nule. No in takrat se spomnim, da sem prišla v eno, sem rekla, najboljšo agencijo grem. To sem vedela, da moram najboljšo agencijo iti. Nisem še vedela, kje bom spala, karkoli. Pa sem rekla, če bo šlo, če me sprejme, če ne grem pa domov. Okay. No in so rekli, v redu, da je en velik casting, neki John Casablanca iz New Yorka prihaja. Mi iščemo v bistvu za, kako bi rekla, podpisati pogodbo 4-mesečno za Bazar, ker je bil takrat najboljši časopis italijanski pa francoski. No in jaz grem na tale casting, takoj čez 2 dneva tam, da naj počakam, so rekli. No je bilo čez 100 punc, to ker vsi so hoteli tole, ne. In tem grem jaz tam, sem bila pri enem gospodu, me je povabil, da sem lahko na stanovanju nekje, ne. In potem čez 2 dni me pokličajo, pa rečejo, ti si bila izbrana. No, v glavnem, takrat se je v bistvu začelo. A sam eno so izbrali? Sam eno. Od vseh tistih 100? Ja, sam eno. Se spomniš, kje so bile? Tudi ne veš, no, kako je izgledalo. Jaz sem bila tam 4 mesece na razpolago, smo potovali po celem svetu, jaz sem bila zmeraj fiksna vsak dan. Potem so drugi modeli prihajajo vseh koncev, jaz pa zmeraj fiksna. No in to je to. In takrat se je v bistvu začela moja kariera. In kje so bile takrat, recimo, ker vem, to so še časi pred Cindy, Linda Evangelista, te so bile kasneje. Te so bile kasneje. Te so bile v 90-ih, veš? Ne, smo skupaj delali. Čekaj, to je bilo sredi 80-ih. No, pa smo že, to se je dogajalo med 80-90. Aha, so že bile te? Ja, so že bile. Nekaj gledam, recimo ta prva, ki je sama sebe imenovala. Mi smo z Lindo Evangelisto skupaj začeli, recimo. No, na teta imena pridem, ker to me res zanima, pa hočem to reči, da te prve še pred temi, ko jih mi poznamo, ne, ta je bila Janice Dickinson, recimo, vem, da je bila kao prvi fotomodel. Tudi z njo sem delala, ne? Ja, no vidiš. A to poznaš, to je Janice Dickinson? Wow! Še pri Tyra Banks je bila pri fotomodelih. Jaz sem se od nje učila. Ona je znana kot prvi fotomodel na svetu, s tem izrazom, supermodel, first supermodel. Jaz sem pa delala z njo, kar začetka takoj so me dali z njo, ne, tudi skupaj smo snemale pa slikale in jaz njo vidim, da sem bila tam, ne da bi bila, jaz sem že imela izkušnje kot model, ne, ker sem že prej delala v Jugoslaviji, ne, ampak pravim, wow, kakšna energija ima tale ženska, tale punca. Ne, in jaz nisem hotela zaostajati, ni bilo zanimivo. Ne? In ko so naju skupaj dali, če ti nimaš tako tega občutka in ne greš skupaj, kar je težje dvoje delati, pa sama, ne, na odru, tam pred aparatom, in jaz sem se prilagajala njej in joj, koliko sem se naučila od nje. Sem rekla, to hočem vse usvojiti. In to je šlo takoj. Ona je bila takrat ena najlepših, najboljših. Zdaj je žal, te plastične operacije, ne, če si videla zdaj, kako izgleda, je zelo pretiravala. Bolje da ne. Šla je v ekstrem in tu ga je zelo polomila. Res, da že je tudi v letih, ampak tu ga je zelo polomila, tako da če bi ti jo pokazal, bi rekla, res, to ga je polomila. Ne vem zakaj, kakšni krizi, ampak tu je zašla s poti preveč, žal. Ja, jaz sem začela z njo, z Lindo Evangelisto tudi. Ona se je pa tudi zdaj sfredirbala, to si brala. Tudi, ja. Si je pa dala neke filerje in je kontra udarilo in je zdaj naredila tako sranje si, da... Žal so se pokvarili, ne, jaz še nisem nič. Lej, se ti vidi. Kar je. Super. Kar je. Ja. Tako da, ja, to se spomniš. Janice Dickinson je bila... Čakaj malo. Maksimalno. Že se jaz na ženske spoznam, ne, poprosti. Ampak lej, zdaj vem, da pred Janice Dickinson, recimo v 70-ih, je bila pa Twiggy glavna, ne? To pa ne poznam, to pa nisem poznam. To je bila takšna. Tista najbolj suha od vseh in je ona ta trend ekstremno suhih žensk je opeljala in zaradi nje so pol manekenke mogle nenadoma biti vse ful suhe.
Danes temu ni več tako, takrat je pa blato, ampak to je bilo pred tabo. To je bilo 10 let pred tabo. Čeprav so danes iste mere, nič se ne spreminja. Tudi jaz, ko imam tele modele, ko odpeljem v potencialne modele v Milano. 90, 60, 90. Ja, predvsem so boki pomeni pa višina. To gledajo, to je ta glavno. Recimo za punce najmanj 173 cm, največ 180, jaz sem 180. 179 si zdaj si se malo zmanjšala. Ne, to je pa mislim, to pa moraš tako napisati. 180, ampak je 190. Tu se gre za centimeter. Veš zakaj? Zato, ker rečeš 179, ne, če ti rečeš 180, reče, sigurno je več. Če rečeš pa 179, to je pa psihološko. Pa reče, 180. Pa bo 180. No in če te vprašam, zdaj vem, da ta slavne, ne vem, da so takrat bile Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Iman, ne vem, ona je bila mičkem prej, ko je se zdaj v Bobjem poročila, ta je bila tudi čudovita, Christy Turlington, vem, da je bila tudi tej zgodbi not, pa še ena Švedinja, čakaj, kaj je bila tista, zdaj mi je pa z glave šla. Ja, tudi meni je šlo. No, pa Helena Christiansen, recimo, ne, in to je bil ta šopek teh najbolj znanih, najbolj uspešnih in najlepših žensk na svetu in ti, Bernarda Marolt iz Celja Ljubnega v Savinji si prišla v to zgodbo. Da mi ti pojasni, zdaj pri milem Bogu, ne, mislim, kako je to mogoče, vemo, ker si pač šla tja, ker ti je ratalo, ker si bila lepa, ker je bila trudna, ampak vseeno, to niso heci. Zdaj ne vem, mlada generacija današnja se zaveda tega, se ne zaveda, pač vemo, vedno imajo pri tebi po glavi, ta mis Jugoslavije, mis sveta, pa se pa počasi neha, ampak te zgodbe, ko zdaj jaz govorim, jaz sem še potem dobila nagrado, top model Italije, top model Evrope, najbolj fotografiran obraz na svetu. Kljub se te konkurenci, ki je takrat bila, no to mi povej, mislim, kako ti je to ratalo? No, vsakič, ki je bilo kakšno tekmovanje, so mene poklicali in jaz sem zmagala. Nagrado, ne. Sem prišla tako brez obveznosti, no in sem dobila nagrado. Pa si se družila s temi dekleti? Ne, nisem se preveč. Mi smo samo delali skupaj, ampak ni to druženje. Družili se pa niste? Ko smo skupaj, ko delamo, smo skupaj, se v redu razumemo, ampak to je pa vse. Pa kakšno s temi povej, kakšne so bile te punce, te Naomi, Cindy? Vse normalno so se obnašale. Sem imela tudi probleme, ko so nekatere punce nagajale, ampak tiste, ki so navadno, niso tako slavne, tiste navadno imajo probleme same sabo in tiste potem nagajajo. Tiste številka 1, lahko rečem, tiste pa nimajo teh problemov, da bi nagajali ali pa karkoli, ti polena pod noge metale, to ni. No, to sem hotel vprašati, ta ženska faušija, ta jeza, tega je veliko v tem svetu. Tega je veliko, ja. Da ti ena nogo zlomi po nesreči oziroma zalaši. Kak je s tem? Podstavi nogo, pa ti skrije obleko. Se je to dogajalo? Ja, normalno. Daj mi malo povej. Jaz se na to moraš biti pripravljen. Tudi se je zgodilo enkrat, da sem šla na modno pisto ven, nekega stilista smo to delali, in se ne spomnim zdaj, in jaz pridem da bi čevlje dala gor, čevlje pa ni. Kaj zdaj? No, potem iščeš, sem potem našla te čevlje, ali pa obleko, ki skrijejo. No, in potem grem do kreatorja pa rečem, moje obleke ni, kaj bomo zdaj? Kje je obleka? In potem začnemo vsi tam iskati in najdemo. Zato, ker tale, ki ti skrije, ti lahko tam v zadnjem trenutku tole vzame, ker prej ne more, ker ne pride do te obleke. Se pravi, kamar je lahko da in navadno to najdemo, ampak ne najdemo pa tistega, ki to dela. Ampak to je normalno, to vzameš kot nekaj. Kaj pa te še hujše stvari, ne vem, če se spomniš, te Gine Karanji manekenke, ta je bila tudi čudovita, je pa umrla, mislim, za prva manekenka, ki je za AIDS-om umrla. Lepa ženska, Angelina Jolie je v filmu igrala. Koliko pa ne imela probleme tudi z drogami in tako naprej, koliko je pa tega recimo v tem svetu, je to kliše ali je to res? Pa vsaka mama danes še vedno reče svojih hčerki, ne mi hodi tu tujino, to so droge, pa to je seks, pa to je zlorablja. Kak je s tem? No, ali ženska sama kriva, da pade v to, ali je to res, da če nisi v tem, ne moreš uspeti? To je karakter. To hočem reči. To se rodiš. To mi pojasni zdaj. Ampak enkrat pred leti ena mlada punca pride v Milano za starši, še ni bila polnoletna.
in je delala pri eni elite agenciji in potem se je izvedlo, da se je nekaj zgodilo, da je bila posiljena, da je bila, in potem novinari pridejo do mene, kaj jaz o tem mislim. Saj kaj, pogledajte, meni se pri 16 letih, 17 let ne bi moglo to zgoditi, ker jaz sem karakter takšen. Mislim, zdaj pravi, če ti nekaj obljubiš, nekaj delaš, si profesionalen, resen do konca. Zdaj pravi, ti ne hodiš okrog po lokalih, ne hodiš po razen, dobro. Je tudi čas, da imaš, mislim, da se organiziraš, da imaš tudi to čas. Ja, da imaš čas. Ampak če pa delaš, jaz sem delala vsak dan, zdaj pravi, sem morala biti spočita, večer spat, mislim, to je to. Zdaj, ti ne moreš okrog hoditi po lokalih, da se ti nekaj takšnega zgodi. Ampak kak da te ni zamikal? Ampak se ne bi moglo zgoditi, ker jaz... Ampak da te ni zamikal ta razvratni lifestyle, veš, pa pridejo te zvezdniki, pa igravci, pa imajo denar, pa Bernardica gor dol, pa glej, tule imamo to, pa imamo jahto, pa greš ti malo z nami, pa hopla, pa orgije, pa sem te gor dol. Koliko si se temu... Ker če se ne bi temu zognala, pa bi šla k vragu, predvidevam. Ne? Torej, imamo dokaz, da si se res temu zognala, če ne bi danes tule sedela. Mene to ni zanimalo. Mene je zanimalo delo, potovanje, to, kar sem si želela in sem to šla naprej. Pa te niso umikale te ponudbe, te nespodobna ponudba? Ne. Pa tudi, če bi Richard Gere, recimo, prišel, takrat je bil zelo popularen. Dobro, zdaj smo se tudi srečala. Ja, to mi ješ povedala, s kom se to moramo razčistiti. George Clooney, Richard Gere. To pa, da bi te oni povabili domov, bi tudi rekla, da ne greš. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, DiCaprio, to tudi vem. No, pa bi rekel on, čuj, Bernarda, let's go, bi rekla kaj, no, I can't. To se je zgodilo, pa sem rekla ne. Pa ti pa pravi, a ti veš, kdo sem jaz? Ja. Sem rekla, jaz vem, pa ti veš, kdo sem jaz. Kaj to pomeni? Če si slaven, bogat, mislim, kaj to pomeni? Ni rečeno, da si mi všeč? Mislim, ne vem, ja. Se pravi, ampak ti me zdaj hočeš povedati, bi zdaj Richard Gere, pazi, iz svojih najljubših časov prišel do tebe. Jaz sem raje George Clooney. On je prišel kasneje, takrat, ko Richard Gere je bil prvi, je bil v 80-ih, je bil seks simbol, ameriški žigolo, oficir in gentleman in tako naprej. In da on prije do tebe, pa reče, zdaj pa takle, listen to me, in bi te pa ne zaradi te povabi na nek razvrat, da te povabi na nek zmenek, kjer veš, kaj bo sledilo. Jaz nisem iskala škandale. Jaz sem iskala, jaz sem se ob delu zabavala, jaz sem potovala, jaz sem točno to delala, kar sem si želela. Jaz nisem želela tam škandale ustvarjati. Zato, ker dovolj, da greš z enim George Clooney, da greš tudi na večerje, ker je dovolj. Je že problem. Vseh časopisi, to je problem. Zakaj bi jaz na tak način... To ti ni pasalo, to ti ni. Ne, zakaj bi na tak način si delala reklamo, ker je nisem potrebovala. Poglej, tudi ona je podlegla. Sam je šla z George Clooneyjem, mi šla z nekim tretjerazrednim šejkom. Vse smo se tudi dobili, smo se tudi pogovorili, ampak to ni nobeden vedel. Nobeni fotografiji nisem bila z njim. Pa imaš kaj za pokazati teh slik ali ni takrat? Se slikaš s temi znanimi? Tudi. Kje imaš to? To imam doma. Doma. Malo doma, ne. To nisem jaz seznanjala potem. Ja. Ampak, no pa če te vprašam za te znane, če mi jih lahko poveš malo, s katerega pa si spoznala, pa kak je bil. No, to me zanima res, če se spomniš. Ne vem, si rekla Gere, Clooney, Sylvester Stallone, smo se večkrat srečali. Vem, da me je tudi vabil, ne vem, da bi šla na obisk njemu v Ameriko, mogoče da bi celo skupaj nekaj delala. Ampak do tega potem ni prišlo. Zakaj? Ni prišlo. Ni prišlo. Mislim, kaj ga pokličem, pa ga vprašam, kaj mislim, ne. Saj sem veliko ljudi spoznala, slavnih, od igralcev, političarjev, in v Sloveniji, in v tujini, in Italijane. Ampak vse je to dovolj. To je dovolj, da jih spoznaš. Se pravi, ni te držalo, da bi se pa družila s tem jet setom, hollywoodskim recimo. Ne, se včasih se tudi zmenjaš telefone, ampak navadno do tega potem ne pride. Ne pride. Ja, ne, razen, ne. Pa ni škoda to? Ne. A ni dovolj, da jih spoznaš. Da jih spoznaš, se pogovoriš malo in to je to. Vse druge stvari pa itak ne potrebuješ. No recimo jaz, če bi bil v tvoji koži, jaz bi se recimo Charlize Theron, pa Jessica Chastain, pa ne vem, v tistih časih, ko sem jaz bil še mlad, bi rekel bi šel čez vse, pa bi rekel Bi naredil pizdarijo, bi naredil škandal. Jaz po škandalu nisem potrebovala, nisem rabila in nisem iskala. Neverjetno.
To je bilo delo. Ja, ampak kaj pa si se takrat zaljubila, mogoče v koga? Si najdela kakšnega stalnega moškega, pa zaradi tega nisi mogoče? Ne. Jaz sem imela tudi stalne prijatelje. Ja, pa je pa to razlog, da nisi šla zdaj z Klunjem, da si bila vezana. Ne, mogoče sem bila takrat tudi sama, recimo. Ja, pa tudi nisi. Ne. No, pa kakšni moški so ti pa bili? Vem, da nekateri, en model, angleški model, ne bom razlagala kdo, si je pač delal promocijo na tak način, ker je šla enkrat je bila z enim, potem je bila z drugim, potem s tretjim. Mislim, kakšen point, kaj je s tem? Večina teh žensk daraščizma so to počele, od teh znanih. Cindy Crawford je bila z Girom v zvezi. Jaz tega nisem potrebovala. Pa to je nevedno. Da bi se delala reklamo preko njih. Ne, Misliš, da ne bi bila še bolj bogata, še bolj slavna? Mogoče pa te ne bi cenili po tistem, kar si naredil. Bi rekli, on je pomagal, on je nekaj naredil, sama ne bi mogla, jaz sem pa sama vse. A ni to najboljše? Jaz sem ponosna. To ti hočem reči. Ti si neverjetna, recimo vem, da eno štorijo o tebi tudi prebral, ta sloviti Helmut Newton, ki je slekel, pazi, ki je slekel nebroj najbolj prestižnih manekenk, igralk. Če si njemu rekel ne, si bil res butas, ker on je s tebe naredil kult. Ti, Bernarda Marolt, iz Ljubnega v Savini, pazi, rečeš njemu oprosti. Takle se pa midva ne greva. Tako. Daj mi prosim povej, kaj hudiča je bilo? Bilo zanimivo, prvič me agencija pokliče, pravi, Helmut Newton hoče s tabo delati. Sem rekel, super, pravi, super, idealno. Več od tega ni, bodo iskrena, več od tega tu ni. 2 dni pred tem dogodkom pa jaz pokličem, pa pravim, kaj bomo v bistvu mi snemali, zato ker jaz vem, da je on gole slike. To je imel rad. Sam je naredil lepo, mislim, to moram reči, ni naredil pornografsko, naredil je umetniško. Z mano ni. Z mano ni. Kaj pa je teo? Oblečena. Potem sem jaz na koncu zmagala, je pa on zgubil. Te je mogel oblečeno slikati, ali kaj? Oblečeno. Jaz sem rekel, ali oblečeno ali pa nič. In on je to dovolil, ker ni vedel kaj. In potem jaz prvič rečem, ne, jaz pa ne bom golih slik slikala. Pravi, Helmut Newton, in kaj? In kaj? In potem on ni mogel tega sprejeti, da je en model, kdo je tale model, da reče ne. Potem je osebno srečal, enem hotelu, tam v Milano je bil takrat, in jaz pridem proti koncu, neko so že tam vsa dekleta sedela, na enem hodniku, je bil dolg hodnik in ga vidim tam dol čakal, pa pravi pred vsemi, poglejte v angleščini, poglejte vsi, zdaj pa prihaja model, ki noče z mano delati. Sem rekla, in se jaz približam, pa pravim, ne da jaz nočem delati z vami, jaz nočem delati teh slik. Pa pravi, on se obrne, se vstane, pa takole se nasloni na mizo, pa pravi, a vi veste, kdo sem jaz? Vem, Helmut Newton, jaz se na isti način postavim, pravim, a vi veste, kdo sem jaz? On je čisto pobesnel normalno, jaz sem vedela, da takrat naj bi bilo konc, sem rekla, jaz ne rabim tega, pač ne bo Helmut Newton, bo kdo drug, in njega je pa ravno to privabilo, ker je prvič to doživel v svojem življenju. Pravi, pa kaj si misli, kaj je ona, ne da me takole po domače. In potem je on še meraj hotel z mano delati, pa sem jaz rekla, ampak oblečena. In on mi je dal obleko, mislim, hotel, da se oblečem do vratu, pa čisto ozko obleko, visoke pete, in je hotel, da jaz čepim na tleh na enem kolenu za nalašč. On je pa slikal od zgoraj in je govoril, je videl, da jaz trpim. In potem jaz vstanem in grem v garderobo, se začnem oblačiti in jaz bi šla domov. Helmut Newton. In potem on ima 3-4 asistente, zmeraj pridejo do mene in so me prepričali, da je boljše, da grem nazaj. Sem rekla, pod pogojem, da tale slika in da končamo tole delo. In on spet čaka, govori za nalašč. Jaz sem mislila, da se on igra. In sem rekla, počaka, in potem je končal. In potem se nisva niti pozdravila. Vsak na svoj konec sem rekla, eno sliko imam od njega in to je to, vse kar rabim. In potem on je še kar hotel nadaljevati in da smo še enkrat delala. Potem takrat je pa hotel to zmagati na eni obali Monte Carlo in on hotel, zdaj pa vse stran obleko dol, zato ker on je hotel zmagati. Sem rekla ne.
In malo je manjkalo, mislim, da me hotel zlomiti, no, psihično. Ampak me ni. Tako Hitchcock, te svoje blondinke v filmih, ki se je življal nad njimi. Ja, se je življal, zreka pa me ne boš. In me ni. In smo končala, lepo oblečena, jaz imam veliko fotografij od tega. On dela samo 2 fotografije na dan. Veliko fotografij napravi dopoldan, eno popoldan, potem eno sliko izbere. Eno dopoldan, eno popoldan. Ja, komot, ne. Glej, ta tvoj ne me spominja... Mislim, to ga je poubilo. Ja, ampak ta tvoj ne me spominja, ne vem, če si to zgodbo čula, ko je Madonna imela en dokumentarc in Bad with Madonna in je bil Antonio Banderas takrat zelo mlad, še pred Desperadom, še pred temu in je rekel ne. Onega je opazila v španskih filmih in je bil v tem dokumentarcu, noter je in nekako jo zavrne. In to je bil šok. Šok za njo, šok za svet, ampak zaradi tega je on takrat postal zvezda čez noč, ker je Madoni rekel ne, pazi. No, tudi ona ni tega verjetno sprejela. Ne, ker je v bistvu se posta igrala v Eviti, torej dejansko je on zmagal. Aha, je tako. Dejansko je on zmagal, ampak takrat je bilo tisto ono, čakaj, kdo je ta španski mulc, ne, ki je meni rekel ne. Ja, to je Antonio Banderas. Zakaj bi se jaz prilagajala, če vidiš, da se on izživlja nad tabo? Zakaj? Zato, ker je fotograf številka 1 na svetu, zato, ker je moški, zato, ker... Ne, sem rekla, ne boš se izživljal nad mano. No, pa če ti vprašam še mogoče malo glede teh fotografov, ogromno, jaz sem ogromno v tem svetu, tudi poznam številne manekenke punce, pa tudi fotografe, a veš, da se kar nekaj punc pritožuje nad fotografi, da v bistvu, pa ne da bi jih zdaj zlorabljali, pa ne to, ampak da takoj zabrišejo to mejo profesionalnosti, tudi vem, s enem golem fotoshootingu sem bil. To je tudi odvisno od tebe. No, tudi odvisno od tebe. Samo ona, vem, da se mi je pol ta punca šla celo jokat, meni je rekla isto, jaz sem snemal to za eno vdajo, rekla isto, prosim, odpelj me domov, pa nič ni bilo druga, samo naga je bila nekje vesela na neki delavnici, tak fotoshooting je bil in je bila pol, so plačali eni, da so se učili, ampak so pol tak neki zraven pa gor, pa meni je bilo neprijetno, pa nismo nobene veze s tem, neko pisati, to pa pebi, to pa malo, pa noben se ni dotikal, ampak tak, veš, so jih jemali in ona na koncu, pa nobeni ni naredil v končni fazi nič, da bi ampak ona se je prišla k meni jogat, rekla, jaz se ti več ne rekla, odpelj me, Boga, se počutila nelagodno, sigurno je nekaj ustvarjal. To te vprašam, ne, kako je, mislim, tvoje izkušnje vem, ti si odločna, si rekla ne, Helmut Newton, fuck off, ne, ampak hočem reči, druge punce, kaj jim ti svetuješ, no? Kdaj mora začutiti punca, da ta fotograf, pa ne da bo nesram do nje, ampak da nekaj ne štima, da on hoče nekaj forsira, neke kadre, neke šote, da nekaj ne štima, no? Kako to punca ugotovi, da je ne zmanipulira? Ti moraš delati na tak način, da te v bistvu fotografi spoštujejo in da vejo točno, do katere meje lahko grejo, kot vsi drugi. Sam fotografa tudi zanese lahko, ne? Ne, ga ne bo zaneslo. Če boš ti dala razumeti, če je profesionalc pravi, ga ne bo zaneslo. In ti mu daš razumeti, do katere meje lahko on gre. To se pravi, da mora biti obvezno vse na profesionalni ravni. Drugač ni fotograf, drugač je nekaj drugega. Ker ogromno punc ima slabe izkušnje, veš, z fotoshootingi. Ogromno punc ima slabe izkušnje. No, mogoče se je meni zgodilo 2-krat v življenju, ampak sem potem končala takoj. Jaz sem končala. Ja, si šla. To ni profesionalno. In enkrat sem celo, se je zgodilo, da sem enega fotografa, ki se tam nekaj hotel igrati, smo v Španiji nekaj sem snemal in se spomnim, da me ni mislim, hotel je nekaj, kar ni bilo v redu. Jaz sem potem profesionalno do konca vse izpeljala, ampak sem prišla nazaj, sem ga pa enostavno zatožila. No, on je letel, on je potem letel, ni bil več fotograf. Celo sem zaprla pot. Je že moglo tako biti, ne? Bernarda, zdaj pa te to vprašam, ne? To je zdaj zajebano vprašanje, ampak vsem do katerih let, ne? Zdaj odvisno, kakera ženska pa zgleda, ampak kdaj si recimo ti začutila pa v glavi, čakaj Bernarda, zdaj pa je čas, da se pa jaz mogoče umaknem iz prve vrste kot manekenka, fotomodel, pa začnem poučevati druge to, kar jaz znam. Kdaj je bila tista prelomca, čakaj, zdaj pa mogoče, ne da sem stara, pa da ne izgledam več dobro, ampak ali sem se malo naveličala, ali so res mogoče preveč mlade okrog mene, je bil ta prelom kdaj v tebi, da se zdaj pa dost.
No, v glavnem, jaz sem zmeraj bila navajena, jaz sem že pred leti, sem imela 10 let, bi rekla, tekmovanje, neko tekmovanje za Bernarde Marot, to je 10 let trajalo, neki projekt. Po tistem bila Bernie Moder šola, zdaj bo že 17 let. Ampak takrat nisi bila, takrat si bila še vedno ti? Ja, to je bilo dolg let nazaj. Si že bila manekenka? Jaz sem bila model in sem še druge stvari. Si še vedno to, ok, bravo. Non-stop sem nekaj organizirala. To meni je bilo zabavo. Jaz sem bila model v mlajših letih kot mladi model in potem v bistvu jaz nisem nikoli nehala. Ker danes so pa zelo pomembne tudi, ko rekla, v prvi liniji tudi ženske, starejše ženske, kot sem jaz. Jaz nisem v bistvu nikoli nehala. Jaz grem naprej, zdaj pa sem vse te stvari organizirala in prenašala moje izkušnje naprej. Brez problema. Še kar hodiš gor po pistah, pa jim kažeš, kako se gre? Ne, to sem recimo prestara za piste. To pa si prestara. Si se prvič uporabila besedo, da si prestara. Kaj se dogaja s tabo? Prosti, to pa tako se ne moramo pogovarjati. No, prestara po letih. Ne moramo se tako pogovarjati. Ne, zato ker te mlade punce, ki so od začetka, se promovirajo na tak način na modnih revijah in jih zelo malo plačajo. Jaz pa tega ne potrebujem. Ne potrebujem več, to sem jaz že skozi dala. Da imam pa jaz druge stvari, za ženske. Ker glej, no to še prijem, ampak zanimivo mi je to, tako se ta Bernie Models to zanimali, so že imeli prej v Ameriki, ta Amerika top model, ko je bila Tyra Banks, si ti to že prej slučajno imela, ali so imeli oni prej, ali si celo ti to začela prej, ali celo istočasno? Takrat v bivši Jugoslaviji, pa Evropi, ker se je tale tekmovanje širilo, bilo najboljše organizirano tekmovanje. Je trajalo eno leto, to se pravi, v vsaki državi po bivši Jugoslaviji smo zbirali. Kjera leta so bila to? To je bilo pred 17 leti, preden se je začela ta manekenska šola, to je bilo pred 17 leti, sem jaz zaključila. Jaz sem tole začela. Jaz sem imenovala tekmovanje Bernie Models in sem potem tole znamko potem naprej vodila. In to bo šola, sem rekla. Tekmovanje sem zaprla, zdaj bomo pa šolo odprli. To se pravi, non-stop sem nekaj organizirala, non-stop se je nekaj dogajalo, ker mi je bilo tudi všeč se nazaj vračati v Slovenijo, Jugoslavijo takrat. Takrat je bilo, ko rečem, najbolje organizirano tekmovanje. In v vsaki državi smo imeli medijski sponzor, ki je za nas zbiral dekleta. Da sem jaz šla v tisto državo, sem zbrala punco 1 ali 2 in smo potem imeli v BTC tole zaključek. 12 finalistk je bilo. Vsako leto je prišla ena tuja agencija, si izbrala eno punco, podpisala pogodbo, jo odpeljala v Italijo in jaz sem bila to glavna pobudnica. Da si dejansko pomagala do lepih karier mnogim dekletom. Že od takrat, že pred mnogimi leti. Zakaj so te, pa to sem tudi nekje prebral, da so te poklicali z enega ameriškega časopisa glede Melanie Trump, pa je ona tudi bila v tvoji šoli? Washington Post. Je bila ona v tvoji šoli, Melanie, ali ne? Ne, njo pa žal nisem nikoli srečala. Ali na srečo? Ne vem zakaj, na nobenem castingu nikjer nismo se uspeli srečati. Niti vem, da je bila tudi ona v Parizu pozneje, tudi v Parizu ne, ker sem tudi tam delala. Ne, v New Yorku sem delala, nismo se srečali. Nikoli? Ne vem, žal. Zanimivo. Nikoli. Kaj pa ta trojka slovita slovenska, ti, Nina Gazibara, Anka Senčar, ki je žal pokojna, mislim, da je kap zadela pred leti, to mi je žal, da nisem, ker Nino sem spoznal, v bistvu jo tudi dobro poznam, Anka mi je pa žal šla, je umrla, nisem nikoli do nje prišel, pa recimo ti, to je bila ta slovita slovenska trojka, ki je bila res, to ljudje mislim, da še vedno vedo in ne bodo pozabili, ampak kaj pa ve med sabo, ste bile prijateljice ali ste se buckale? Ne, od začetka ne, ampak čeprav smo veliko skupaj delali. One so starejše od tebe? Starejše. Nina je 70, ne? Upam, da nismo užalila zdaj. Nismo zgooglali. Da ne bomo govorili o letih, starejša. Smo veliko delali skupaj, no zdaj pa ona predava na moji akademiji za ženske Hojo. Nina Gazibara predava. Što je pa ni povedala, ne? Nina? Ok. In to imaš ti, na to akademijo bomo pa še prišla. Kaj pa Anka? Anka pa vem, da to mi je Nina takrat razlagala, da je bil pa njen problem, ker je bila žurerka. In je pozabila je, da je že malo v letih in je žur in da je to... To te povniči. Da je to nesno. Ja. Ti pa nisi bila za žur, ne?
Ne, mislim, jaz sem rada s prijatelji. Jaz sem rada s prijatelji, se rada pogovarjam, rada potujem, posod kamorkoli grem, imam kakšnega prijatelja, lahko rečem, nadaljavo, pa prijateljice. Tako da, ja, to je to. Ampak si kdaj sploh imela kak zdrs ti v karieri, da si šla na nek žur, pa si se ga preveč napila, pa si naredila neko pizdarijo, ne vem, si kokain probala, ne vem, imaš kak tak zdrs? Ne, nikoli si skozi ono, pa kak je to možno? Disciplina. Ali nočeš povedati? Ali, mislim, ne, disciplina je najpomembnejša. Je pa tako huda, stroga disciplina. Jaz sem takšna. Jaz ne trpim, jaz sem tako napravljena. Ja. Nikoli se nisem napila. Da ne boš na stara leta znorela, ne? Ne. Ja, ne boš. Vse pod kontrolo. Nisi imela te želje, da bi se... Ne. Delo je bilo meni zabava. Ja, no. To može biti profesionalen, resen do konca vseh stvari. No, ne ti ugovarjaš, ne? Ne prekoračiš nikjer. Daj mi pa povej, no, v teh svojih najbolj zlatih časih manekenstva, koliko se je takrat zaslužilo? Veliko. Kaj to pomeni? Ja, odvisno od kreatorja. Kaj si lahko kupila? Vse. Kaj si lahko šla v trgovino, pa si kupila Ferrarija? Je bilo to denarja? Tudi, no. Res? No, ja. Pa še imaš kaj tega denarja, si zapravila že vse? Tudi, no. Še imaš? Sem veliko investirala, sem tudi uživala. Ja, no, to, ker denar tudi služi za to. Ne, in vse sem se privoščila. Se pravi, da si bila na tej stopni, da si zelo dobro lahko zaslužila. Sem tudi zapravila. Ja, to mi je jasno. Normalno. Če si potovala skozi svet. Ja. No, sicer potovala za delo, to bilo vse plačano, bilo vse pokrito. Tako jaz sem takrat lahko imela, danes ni možno tega, v vsaki državi eno agencijo. Se pravi, ko sem končala v Italiji, sem šla v London, od tam v New York, se pravi, da sem jaz vsak dan v bistvu, če nisem potovala, sem delala. Pravi, sem imela že 3 mesece vnaprej že potrjeno delo. Mislim, danes je čisto druga stvar. Z danes na jutri skoraj. Takrat smo imeli pa že 3 mesece vnaprej že vse potrjeno. Jaz sem samo potovala. In takrat, ko sem potovala, nisem delala. Ne? Takoj, ko sem prišla nekam, je že bilo delo, bilo vse pripravljeno. Tako da to. Kaj pa Amerika, Hollywood, filmi, to te je zanimalo, si dobila kakšne ponudbe, da bi kakšen film igrala? Sem dobila ponudbe v Italiji. Ja, zakaj? Ne pa sem tam tudi delala 3 fiction ali 4 fiction, to za televizijo. Ja. Ampak, mislim, v redu, film se je začel v Italiji. Ne? Ja. Ampak, no, moja želja bi bila, če bi bilo na tem, da bi bila tam v Ameriki, recimo, kot igralka. In zakaj nisi šla? Ne, ker sem bila preveč zaposlena kot model. Jaz sem delala vsak dan. Si želela biti igralka? Ne, jaz sem bila model in jaz sem bila model, potem mogoče igralka. Jaz sem probala tole. Ampak to so 2 popolnoma različne stvari, čeprav je zelo zanimivo in je mogoče celo še bolj zahtevno. To se pravi, poleg gibanja in vsega tega se moraš na pamet naučiti to, kar moraš biti rojen igralec. No. Jaz nisem rojena igralka, jaz sem model. Glej, mnoge te manekenke tvoje, te svetovne so se pa preizkusile v filmih, ampak jim je šlo zelo slabo. To moraš vedeti. Ali si model ali pa si igralec. Ne. Niso se proslavile, pa mnoge so postale recimo tudi pevke občasne. To si imela kak talent za petje? Sem tudi pela v redu, celo se spomnim enega gospoda, ki je hotel me lansirati kot pevka, so rekla ne. Pa kako dobro, si dala prav, res dober pet? Si znala res dobro pet? Ja, sem tudi pela, v šoli sem pela, tako da bi se lahko, zato ker oni pravijo, da najprej te promovirajo kot pevko, te pokažejo kot pevko in potem se le še ti naučiš pet. Ja, tako je ponovati. Najprej promocija, potem pa petje. Ampak kakšno zvrst se ti pa ponuja muzike, da bi kaj? Kaj to v Italiji ali kje? Ne, v Sloveniji, pred mnogimi leti. Pa je že kak komad bil, je bil že kak komad? Ne, tako daleč pa ni šlo. Ne. Ti, kaj pa te slavni Slovenci, recimo, so te vabili, kakšne nespodobne zgodbe? Si imela težave tu, recimo, z našimi znani, pa ne rabi zdaj v imeni govoriti, če nočeš, pa če sploh je to bilo kaj, ampak da so ti težili, da so bili malo pa kakšni politiki mogoče, da si se mogla malo, dajte fantje malo, ali pa kak bodyguard, da je mogel posredovati, če si ga imela. Je bilo kaj tega?
Ne, mogoče, ja, sem imela tudi zanimive zgodbe, ampak sem jih rešila na pravi način. Lahko kaj poveš? Ne, to so težke zgodbe. To težke ne bi, zgodbe. ja. Ampak tudi to sem imela primere, ampak sem potem rešila. Mislim, kot rečejo, ti se ne omažeš rok, ampak se nekdo drug zate. Si mafijski umor naročila, ali kaj? Ampak sem rešila. Si rešila, ampak so bili, mislim, to me zanima. Mogoče na dva primera. Ja, zato te to vprašujem, ker mnoge manekenke te znane. Ampak nepoznane osebnosti. Ja, nepoznane. Ampak mnoge te znane manekenke, pa zvezde, igralke imajo te tako imenovane stalkerje, te neke psihopatske oboževalce, norce, ki jih nadlegujejo, ki jim težijo. In zato sem te vprašal, če si imela tudi kaj takšnih ekstremnih primerov, da si se prav bala, da te bo ugrabil ali kaj naredil. Tako daleč ni šlo. Ne, tako ni šlo, ampak so tudi pretili. Ampak ne, jaz nisem imela nobenih, zakaj bi se bala? Mi ne moš nič to nekla. Kaj mi bom videla, mi lahko kaj narediš? Nič. Nič. Jaz sem bila sigurna, da se tega tiče. Nisem imela nobenih problemov, da bi se bala. Kolikrat si bila pa zares zaljubljena? Sem bila. Kolikrat? Dvakrat, trikrat, štirikrat? Mogoče dvakrat. Pa je možno se večkrat zares zaljubiti? Ne vem, mislim, potem z leti, potem začneš gledati na druge stvari, so druge stvari bolj pomembne. Na začetku je tole mladostna, začetniška zaljubljenost in potem kar nekako postaneš bolj konkreten, pa te mogoče druge stvari zanimajo. Boljše. Zdaj si trenutno zaljubljena? Ne. Kaj si, fraj zdaj? Jaz sem fraj. Hledik pa fraj. Pa si isto kot jaz. Koliko časa pa si fraj? Koliko časa si fraj? 2 leti. Jaz pa 1 leto. No, ok. Lej, če ne bomo zdaj, ne bomo nikoli. Ampak, Bernarda, zdaj mi še pa to povej, če se še vrnemo malo, bomo šla čisto na te zadnje aktualne zadeve. To mi je tudi ena fascinantna zgodba, sem nekje zasledil, da si tudi sodelovala res s temi najbolj znanimi od Armanija, Versacija, ni da ni, temi najbolj znanimi kreatorji in tudi mnoge spoznali, ampak ta umor, zelo glasni umor Gianni Versace, ki so ga pred njegovo hišo ustrelili, da naj bi ti bila celo takrat z njegovo sestro Donatello, tisti hip tam, ali kako ne rečem. Tisti hip, ravno tisti hip ob njej. Daj mi to malo povej. Visoko modo v Rimu. Pa ste se družili med sabo vi? Ne, slučajno sem bila tam, smo imeli modno revijo in v tistem trenutku pride tale telefonski klic, pač nič ne pričakuješ tam, ne da bi poslušal, ker ne poslušaš, ampak tem, kar naenkrat ona zavpije in se na tla vrže. Tako čiste bila iz sebe, in potem smo po tistem izvedeli, zakaj se je šlo. Da je pač brat bil ustreljen in to je to. Se pravi, jaz sem bila na licu mesta v tistem trenutku, ko je ona to zvedla. Zanimivo. Ja, ni lahko. Kakšne so pa tvoje izkušnje s temi res velikimi modnimi kreatorji? Si spoznala, mislim, koga osebno? So ti ljudje sploh zraven pri teh modnih revijah, pa osebno rečejo to, ali imajo svoje ljudi? Armani je obvezno tam, Armani vse kontrolira, vse pod kontrolo, vsaka vejca je za njega, perfektno mora biti vse. Gianfranco Ferré, kar sem jaz veliko delala, tudi pred leti, takrat, še bil živ. Tega si imela najraje, vem, ne? Meni je bil najboljši kreator. Tudi, mislim, kaj je ustvarjal, kako je on to, ne vem, definiral, srajce, kaj je delal. Mislim, da sem rekla, on je bil arhitekt mode, ja? Arhitekt mode. On je bil pravi arhitekt. On je bil po poklicu arhitekt. In tudi on je vse kontroliral, recimo po meni obleke delal, po moji višini, merah, to je šijo po meni, recimo, Zdaj, za njega sem veliko delala in je bil za mene najboljši. Ne zaradi tega, ker sem veliko delala, ampak res najboljši. Kaj pa tako so še tale, kaj je Gautier, s tem si imela kakšne? Tudi za njega v Parizu. Pa kaj še se jih je bilo več. Ne, pa še, ne znam, je z glave šel kot tak čop, se je še manj drživo, ali že umrl. Kaj? Ko je tak suh, rado zdaj na konči, da ga tudi kojem prepoznaš. Valentino? Ne, Valentino, ne. Tudi najboljši se zgodi. Veliko imen, z vsemi si sodelovala.
Ampak se ti zavedaš, Bernarda, takle, ko se zdaj mi pogovarjamo, ti se to pač tako pogovarjaš vzput. Gutje, pa Richard Gere, pa Clooney, pa Stallone, tako Martin Strelec, zanč, ko sem imel z njim pogovor, pa sem šel na jahto, veš, pa mi je Kylie Minogue na nogah sedela, samo on njemu noben ne verjame, skoraj kar govori, čeprav pa je tudi slike kazal, veš, pa me je prepričal, sem presenečen, mogoče pa da je z Olivia Newton-John bil v zvezi in tako naprej, pa mi je pokazal 10 slik na raznih lokacijah, ampak tudi tako je razlaga vzput, ne, ampak ti pa vem, ti imaš uradne tudi dokaze okoli tega, da ne boš nakladala, ne, ampak hočem reči, se zavedaš, kaj sploh razlagaš ti meni zdaj? Mogoče so za mene to neke normalne stvari, ne? Za druge ne. Mislim, se zavedam, da za druge to niso normalne da so to stvari. Mislim, to so velike zgodbe, to niso hece. Pa imam še veliko drugih zgodb. Recimo, spoznala sem tudi sestro od kraljice. In smo skupaj plesali, smo skupaj... S kraljico si plesala? S kraljico, z sestro. Sestro. Ki je bila pa kraljica, Elizabeta, ki je bila? Doma. Ona je bila doma? Na Karibih. No, in pa še z drugimi. S kjerimi? Se spomnim, zdaj razmišljam, da sem spoznala eno princezo Roza, se je imenovala princeza Roza. Ja. Je bila zmeraj v roza oblečena in ona je imela golf igrišča po celi Evropi. No, in sem spoznala, ker je bila še v starejših letih, smo bili v Monte Carlo, smo skupaj gledali Formula 1 in smo stavile skupaj in je rekla, no, če boš ti zmagala, boš ti dobila denar od mene, obratno pa mi ni treba nič dati. Jaz sem je tako vzela, bolj tako hec, in potem jaz zmagam, jaz sem pač rekla, tale Ferrari bo ta prva, mislim, da bo Ferrari prva, pa sem zmagala, pa pride z enim čekom, pa mi je hotela dati ne vem koliko dolarjev, mislim, tam pisal, to nisem gledala, v roke. Pa sem rekla, ne, mislim, to je za mene takole. Ne, vzami. Ne bom vzela, mislim, to je bilo hec, ne. In me je tako vzljubila, da je potem me povabila takoj dol, golf igrala tam v Italiji nekje in jaz pridem na obisk, ne. In takrat sem se šele zavedla, kakšna princeza je ona. Na tak način smo se spoznali, zdaj smo skupaj potovali po Evropi, potem me je povabila, pa golf igrala, smo šli v London, smo šli v Pariz, pa sem enkrat res šla z njo, in sem videla, koga ona v bistvu vsega, mislim, kdo je ona, pa koga pozna. In mi je vse predstavljala tam. Se spomniš, kjer so bili kaj? V Londonu pri kraljici, pa te vse predstavlja. Pa potem je hotela, da grem z njo v Sako, ker je bila ona, potem pa nisem mogla iti, ker sem delala in ona mi je zelo zamerila takrat. In jaz mislim, da potem se je sama vrnila v Sako in je potem umrla, ker je bila že kar Pa ona sama avto vozila po celi Evropi, za njo so bili cele... Ampak skot je bila ta... Osaka. A to je Japonka? Ja, Japonka. Najbolj, takrat najbolj poznana princeza. Skupaj smo šli potem v opero, sem jo peljala, šele takrat sem ugotovila, kdo je ona. Ti, kaj pa kakšni te šejki bogati so te kaj ustvarjali, ti ponujali kamele, ne vem, pol Dubaja, če bi bila z njimi, tako naprej. Tudi sem bila tam, on bi me, ne vem, za 12 kamel bi me zameljali. To ni slabo, to ni slabo. Kar je nad 10 je vredno. Pozabite. Ne. Nisi padla na te arabske čare. Nikoli. Na nobene čare. Nekaj, glej, imel sem tudi sam čast, zdaj vprašal, bo dobra istočnica, pred 2 leti biti na filmskem festivalu v Cannesu in seveda tudi potem v Monte Carlo in Monaco in sem od blizu takrat uspel spoznati in videti Johnnyja Deppa, Harrisona Forda, Salmo Hayek, De Nira in tako naprej. No in ena izmed teh glavnih zvezd, takrat je bila tudi na plakatu, tistega leta je bila Catherine Deneuve, ki je skoraj do zadnjih let zdrževala to svojo suho linijo. Takrat je pa mičkeno se poredila, ampak je bila strašno nesrečna in je rekla, ne me slikati, ne počutim se fajn, nisem v pravi formi, se pravi še celo Catherine Deneuve je, bom rekel, pa ni to nič narobe s tem, ampak hočem nekaj druga reči, tebe zdaj gledam, kako je pa tebi uspelo? Mnoge manekenke so, pa ne da so se zdaj par kilogramov gor, da zdaj to pa ni v redu, se pač malo zdrdila, vse zadnje, zakaj je pa mogla biti skozi Marlona Branda, se mu je podnoč vedel, se mu je jebal, bom rekel, grado, si mislil, bil sem lep, zdaj imam pa dost, ampak ti
pa to svojo linijo, izgled, kako ti to uspe, se matraš non-stop? Nič. Kak je s tem? No, to mi to skrivnost pove, ker ženske vem, da se matrajo, pa od bulimije do anoreksije, do pizne materne, pa tablete gor dol, da so suhe, da so lepe in pol, ko enkrat nehajo, pa pokaže, kakaj je v resnici. Pa igravci isto, ko film snema suh, mišičan, ko je pauza vmes, ko manj let nič, ima pa trebušček, ne? Ti pa kadarkoli te ki kazalo, nikoli ni bilo zdrsa. Pa recimo še Tom Cruise, ki se ne stara, pa je vmes malo z botoksom nekaj eksperimentiral, pa na nekih slikah bil malo čuden, ne? Kako je tebi to? Kaj mi to skrivnost? Ženskam povej to, Moram ne? reči, da imam to srečo. Ja. Jaz sem se nikoli bila na dieti, nikoli nisem pazila, kaj jem, ful pa kdaj ne ješ. lahko jem. Ja. Jaz sem že skozi takšna in nikoli nisem se niti malo zredila. Čeprav mogoče v teh letih, mogoče kakšen kilogram več, Ja. bi bilo v redu, da malo zapolnim vse Ja, te stvari. ja. Ne, Pa nič. Ja, pa kaj pa ješ? jem vse. Kaj to Jem pomeni? vse, to se pravi, razen rib ne jem. No, Dobro. rib ne jem, Okej. ampak drugače pa vse. Tokrat telo potrebuje vse, Ja. od sladkega, in jaz od vsega začetka se to držim. Mislim, jaz nisem tega držim. Jaz nisem za diete, zato jaz ne verjamem tem dietam. Zdaj pravi diete, zdaj pravi, kad te ženske hodijo na te dietetične. Ful je tega. Zdaj, to ni to, ti moraš vse jesti, telo potrebuje vse, Samo ampak pomalo. po malem, ne, da ne Pomalo. pretiravaš, ja. Pomalo, tudi sladko moraš jesti, tudi torto, tudi sladoled, tudi vse čokolado. Če dobiš, ampak glej, če dobiš ti pred sabo veliko milko, ne, umetnost je samo eno tablico pojesti, ne. Večina ljudi poje celo milko, to je problem. Pa boš niti tiste tablice ne poješ. Ti se navadiš, na meni ne pride, recimo, če jaz preveč pojem, me recimo lahko trebuh boli. Ne. Jaz točno vem, do katere meje lahko jaz jem. Da ne prekoračam te meje, zato ker ne potrebujem. Rekel, potem se pa slabo počutiš. Mislim, ne. Pa nikoli nisi s kilogrami imela, pa da bi mogla se ful sten, da bi mogla paziti. Nikoli, nič. Pa kako je to možno? Nič. Pa si kot Audrey Hepburn, tudi ni nikoli imela težav. Bi rekel, da tudi je, bolj kot ne. Jaz lahko vse jem, jaz lahko tudi se več najem, recimo, v redu, potem se malo takole počutiš, ne, potem to mine in to je to. Jaz nikoli nisem rekla, tega ne smem jesti, zato ker je 10 zvečer, ali to ne smem mešati, zato ker to ne gre skupaj. Ne. Kaj pa najljubša stvar, ki jo najraje ješ? No, mislim, slovenske jedi. Slovenske jedi? Ko idem v Slovenijo, jaz samo te slovenske jedi. Žgance ješ, ali kaj? Tudi. Aha. Tudi. Tudi polento, tudi karkoli. Jaz imam slovenske jedi. Se pravi, to je recept za večno lepoto. Žganci pa polenta, kaj mislim. Ja. Vse včasih so žgance jedli, ti revni so rekli, danes jih vsi jejo. Kaj pa šport, fitness, rekreacija? Ja, to ja. To pa delaš? Mislim, to je treba. To je treba. Vsak jutr telovadim, imam te vaje, ki jaz to izvedem. To je zelo na, ko rekla, korekten, profesionalen način. Recimo sem imela malo probleme z hrbtom, ker malo bolelo, sem šla takoj prave vaje, zagrablo in zdaj je v redu. Zdaj je v redu. To moraš vzdrževati, moraš biti profesionalen tudi tam. Pravi, začneš, spremljaš, potem sem šla na kontrolo, so rekli, super, v redu, vse na slikanje, vse se je uredilo. Dokaj sem spremljala, sem imela tale režim, to se ga sama postavim. To in to moram narediti vsak dan in to je to. Se pravi, skrbiš za sebe. Takle, ko te gledam, nič nakita ne vidim na tebi. Kaj pa je to? No, danes imam gor uro, pa imam tudi... Dobre, uro. Ja, ampak prstanov nimaš. Jaz imam več prstanov kot ti. Prstanov ne, imam jih doma, ampak jaz rada tole nosim. Ok, so mama isto. Ja, mislim tole. Ure so mi všeč. Uhančkov tudi nimaš? No, uhančkov ne morem. Ne moreš? Ne, zato ker so me enkrat pred leti ustrelili, takrat so še delali tako, da ti ustrelijo, da ti luknjo naredijo, pa daš uhane. Svrderbal uho. Ne, jaz imam te živce menda polne in moramo točno vedeti,
kam dati tale uhan, da ne. Bože, da pustimo to primer. Ja, okay. No, zdaj pa, če gremo na te zadnje aktualne zgodbe. Tebe se pa tudi ure všeč, vidim. Ja, take. No, bomo še o tem, kaj je rekla potem poznaje. Preseramske, ne. Kaj pa te zadnji tvoji projekti, zdaj recimo, da mi malo povej, no to, ko imaš v Italiji med drugim, tudi pri nas, ker zdaj tudi Nina sodeluje, šolo za ženske. Akademijo za ženske. Berni, to nimaš več, Berni Models, to še imaš. To smo ravno končali, v soboto za zaključek, to imamo že 17. leto. Pa to še imaš? Ja, to nadaljujemo. To je vsako leto, se začne marca, se konča aprila, zdaj pravi velika modna revija, to zaključimo na profesionalni način. Jaz jih učim vmes, jaz imam prvi dan pa zadnji dan. Prvi dan jih spoznam, ker jih potem tudi nagradimo za potencialni model, za najboljšo hojo, za fotogeničnost in potem prava modna revija z vsemi profesionalnimi, zato tako deluje. To imamo zmeraj v City teatru, BTC, zdaj še 17. leto, to je neka vsakoletni dogodek. Koliko je pa teh punc, recimo članic? 20 jih imamo zmeraj, čez 20, mi jih sprejmemo samo 20. Vsako leto novih 20? Vsako leto novih. Se pravi, jih ne moremo več sprejeti kot 20, ker ne moreš se potem z njimi ukvarjati. Ja, razumem. Treba. No in potem se pa lahko prijavijo za naslednje leto. Letos bomo imeli pa, to imamo od 16 do 22 let, letos bomo imeli pa prvič, da bodo vsi slišali, oktobra prvič od 12 do 16 let, ker je veliko popraševanja in za te mlajše. Zanimivo. To bo tudi en mesec, to imamo navadno vsako soboto, ta pouk pa te delavnice, potem bo ti potencialni, če bo kakšen potencialnih, povabimo potem na modno revijo, da se ogleda, kako to funkcionira, pa še mogoče v tečaj, če je res potencialen, da si pridobi še drugih izkušenj in potem gre v Milano. To, kar jaz te potencialne potem peljem v Milano, jih predstavim agencijam. Zapravi, pred COVID-om smo šli direktno, recimo enih 10 zmeraj smo šli do Milana, da sem jih direktno predstavila agencijam. Zdaj po COVID-u je pa to malo drugače, ker oni hoče najprej fotografije videti in potem se na podlagi fotografije odločati, kateri pride. In zdaj sem jaz odprla portal Berni Models, to se pravi, da vse te potencialne ali pa tudi ne, nove obraze pa modeli over, to se pravi starejše ženske ali pa moški, grejo zdaj zelo v modi. To se pravi, jaz bom imela tale portal in bom predstavila vsem najboljšim agencijam, klientom, časopisom, se pravi, oni grejo samo na portal, kliknejo tole punco, ki jim je všeč ali pa fant, pride direktno do mene in se jaz potem z njimi dogovarjam o teh in jih prodajam, ko mi se prodajam, modeli se prodajajo. Spravi, da si skozi v akciji. Skozi v akciji. In kar precej delajo tudi s tem. Se pravi, da top modela še nisem našla, ko jaz iščem top model. Nisi še našla top modela? Ne, žal. Ja, kako? Zato, ker te punce, čeprav so pripravljene, točno vejo, kaj jih v Milano čaka. Zato, ker ti moraš, ali iščeš delo, ali postaneš model, kakršnokoli stvar, ti se moraš znati, kako se predstaviš. Recimo, ko prideš v agencijo, na vrati že takoj vejo, ali ja ali ne. Te vidijo, tole energijo občutijo, energija, to je tako pomembna. Se pravi, da mi se točno učimo, kako se je treba predstaviti, kako se smejati, kako pozdraviti, kako gledati, kako odgovarjati. Da ti lahko popolnoma osvojiš agenta v tem primeru. Ampak nisi še v vseh teh letih, kaj hočeš reči, ni bilo one tvoje naslednice, kaj ne rečem. Še ne, ker ali se zgubijo po poti, to se pravi, da jih prevzame tale drugi svet, ne vem, zabave, moški. Ja, žal. Moški so krivi, vedno so krivi moški, ne? Ja, ampak je od njih odvisno, od njih. Zdaj pravi, če nisi dovolj resen profesionalen, na začetku zgledajo, in verjamajo v to, kar hočejo. Pa se pa sfiži. Potem se pa nekako zgubijo. Zdaj še ni prišlo do tega. Ni še prišlo do tega, da bi nekdo zdržal dalj časa. Pa računaš, da se bo to da se bo zgodilo? Še zmeraj upam in iščem top model. Recimo v tej šoli zdaj je bilo veliko potencialnih. En fant je dobil glavno nagrado za potencialni model. To se je prvič zgodilo. In imamo 5-člansko komisijo na glavnem, vsi to odločamo.
in potem smo imeli dve za najboljšo hojo, potem eno fotogeničnost, ampak je še drugih veliko potencialnih. Letos je izredno. Ja, to se pravi, da že delam na tem, da te jih potem predstavim naprej. Če boš rabila moški top model, veš, da moraš mene poiskati, ampak te starejše. Vsakih 10 let pa v mladinski šoli izberem top model Bernie Models. Eno smo že zbrali, ker je bilo že 10 let, zdaj pa čakam, da pride do 20 let in bo spet ena druga top model. To se pravi, tista, ki je bila najboljša v teh zadnjih 10 letih. Zdaj sem pa razmišljala, zakaj zmeraj mladi? Ženske kot jaz rabimo pomoč. Če poznaš to žensko, kateri ti nazaj, v bistvu je moja dobra prijateljica, malo sem zdaj stike z njo izgubil, gremo šla na Hrvaško ali kam, Ineza Sotler. Poznaš ti to punco? Ne. To je ena ženska, ki je v 80-ih letih je bila zelo dober model, potem je pa nekaj druga začela delati in zdaj po 50-em se je vrnila nazaj na odre, jaz sem z njo en fotošutnik imel v srednjeveški. Tako. Čudovita ženska in je bila na parih modnih revijah, ko so v Celo imamo Vladimiro Skale, imamo mi eno fajn punco, ki organizira, mislim, te modne navdihe. Že leta in leta in se spomnim, ampak Ineza je delala, mislim, da za eno drugo, ne za Vladimiro, kar tako omenil, ker podobne stvari dela. No, ampak ta Ineza je takrat, ta je bila nad 50, pa je hodila po odru s puncami, ki so bile 20. Nobene se ni videla kot sam njo. Ima take kratke lase je imela, veš, tako prav in mi je strašno všeč mi je bila. To je osebnost. Višji leta niso igrala vlogo. Ja, tako. Danes je tako, hvala Bogu. Tako tu, recimo, zdaj na zadnjih modnih navdihih Irina Osipenko je bila znatno starejša od vseh teh mladih frklic, jaz pravim, pa ko je prišla ona gor. No, hvala Bogu, da se to lahko še privošči. Se je vedela, kako in kaj. Res, da ni imela izhoda v kupalkah prvič, ne vem zakaj, ampak ko je prišla gor, je zasenčila vse te mlade. Tako da mogoče leta niso uvirane. Danes kot danes ne. No, kaj pa ta tvoja slovita, zdaj že ta italijanska zgodba s to šolo, kjer ti ženskam vlivaš to, ko si ima prej govorila, to samozavest. Kak je s tem? Mislim, je res ženske... Jaz imam učitele, imam 12 učiteljev. Pa zakaj ženske rabijo leta 2025 pri milem Bogu, ko bi to mogle že v vseh teh letih zgruntati same? Ne, še vedno rabijo neke učitele. Kaj se dogaja? Zato, ker pri ženski se tole dogaja. Pravi, za njih je najprej družina, to se pravi otroci rastejo, skrbi za družino, po vse te stvari. Potem, ko otroci zrastejo, potem grejo od doma, recimo, potem te ženske ostanejo same. Kaj bom pa zdaj sama s sabo? No, razen tiste, ki delajo, ki so zaposleni, so pa tudi tiste, ki ne delajo, mogoče so doma. In kaj bom zdaj sama s sabo? To se pravi, na sebe sploh niso gledale. Ne rade se gledajo, recimo v gledalo, ali se ne oblačijo, ne mislijo na sebe in tam jaz pridem. V tisti trenutek jaz pridem, s tole akademije. Ja, pa se one prijavijo same, jih ti zbrskaš, kje? Ne, one se same prijavijo, to, ker so radovedne, da malo vidijo, zakaj se gre. Imam 12 najboljših učiteljev, to se pravi, da jaz se baziram na psihologiji. To se pravi, da se ena ženska odloči, da se bo izboljševala, je že velik korak. To se pravi, da je se pripravljena izboljšati in izboljševati na boljše. In enkrat, ko se ona odloči, da bo do tega prišlo, se prijavi. Pa še nič ne ve. Vem, da veliko žensk me tudi vpraša za mnenje, recimo, ne vem, moški me vara, kaj naj naredim. Jaz ga nočem pustiti, ampak kako, da bi recimo tole pozornost bolj na sebe izvabila. Kaj jim svetuješ? Akademijo se vključite, pa boste malo izboljšali, ne vem, hojo, boste izboljšali oblačenje, šminko, pa ne sekirajte se bo on to opazil in mogoče svoje prijateljico bo kar pustil. Da bo učiš jih, da morajo upravičiti varanje, kaj? Da morajo upravičiti skok čez plot. Potem se boste pa vi odločili, kaj boste naredili na koncu, ko bo enkrat na vaši strani spet, potem pa naredite, kaj je v vaši moči. Ti smem zaupati eno svojo drzno teorijo o varanju. No, poslušaj, potem so enkrat so me ženske, so me prebile na križku, sem to enkrat izjavil, pa mi zdaj, ko smo glih to omenili. Prebile na križku. Zakaj? Varanje
zakaj, pa ne da ga zagovarjam, ampak zakaj po eni strani varanje v redu? Ne me za to poslušati, ampak lej, vsaka zveza gre slej ko prej. Nekaj se dogaja. Ne, glej, to tudi, ampak lej, vsaka zveza gre slej ko prej vragu. To moramo vedeti, žal. Okay. In predstavljaj si ti, Bernarda, moja draga, da imaš ti moža ali fanta, pa da si mu 10 let zvesta. Pa zveš, da je on tebe ves čas varo. Okay. Pa ti ga ustreliš. Ti ga ustreliš od jeze. Če si pa ti tudi kdaj... Kaj si še z njim? Se nisi vedela. Nisi vedela, zveš potem. Ne? Če bi pa ti tudi sama bila malo poredna vmes, pa si misliš, pa se s njim tudi bila, zdaj ga pa ne bom ubila. Ne? A veš? In on to sploh ne ve, da sem jaz to delala. In si v neki prednosti in to varanje v tem kontekstu je meni koristno, ne? In ga zagovarjam. Ne? Zdaj ne vem, koliko je to sporna teorija, ne? Ampak jaz menim, da največ umorov, zločinov, nori in tega v familijah pride ravno zaradi teh stvari. Ko potem odkrijejo. Razumeš, ne? Ampak če si pa ti isti pacek, ne? Pa zakaj bi zdaj ti svojo ženo, ne vem, zadavil, če si sam isto počel? To je bila moja drzna teorija. Kaj meniš? No, jaz pa pravim, mislim, recimo Italijanov, ne? Ker sem imela tega italijanskega prijatelja. Če boš prevaral, moraš biti tako dober, da jaz ne bom nič opazila. Ja, se to moški znamo, to moški znamo. Ne, ženske smo boljše. Ni res. No, ne vem, o varanju mogoče. Če hočemo. Ja, če hočete, ja. Seveda hočeš reči, da bi zgruntala moškega, da te je prevaral? Bi. Po čem? Po lasu ženske, bi se drugače obnašal, misliš? Ne, ja. Mene ni nobena zgruntala. Ja, so tudi tisti Bernarda, mene ni nobena zgruntala. Že tudi tisti dobri. Pa to ti govorim. To ti govorim. Ja, no vidiš. Ja, se naučiš tudi občutke. Pa misliš, da je ta zvestoba tako pomembna, kot ljudje eni pravijo, ali je to precenjeno? No? Da smo preveč občutljivi, če nas to prevara, ali ti zagovarjaš, da je zvestoba bistvo zveze? Jaz to pravim, jaz zmeraj zagovarjam to. Če si tako dober, da jaz ne bom opazila, okej. Bravo. Če ti ne boš opazil, okej. Ja. V redu. Si kdaj varala? Tudi? In? Nič. Noben ni opazil. Ne. Zakaj pa pride po tvoje do tega? Mislim, tudi tam je stvar, ko bi rekla, osebnosti, kako rečem, ne? Ali, kaj se, mogoče se ne počutiš več dobro v tej zvezi. Pa zakaj ne poveš to? Zakaj greš varat? Se potem, itak se potem konča. Če pride do te točke, se itak konča. Ne? Ampak, se ni zgodilo. Mogoče se je enkrat zgodilo, ampak to sem vedela, da se itak bo potem končalo. Ne? To je pa drugo, tudi on bi končala zvezo. Ne? Si bila kdaj strani kakega moškega prizadeta, da ti je srce zlomil? Veliki Bernardin Marolt. Ne, zato, ker verjetno nisem zaupala 100%. Viš jo ti? Spravi si imela vedno en kanček rezerve. Zmeraj. Kdo te je pa to naučil? Ne vem. Nobenemu moškemu nisi zaupala čisto, kaj? Ne. Pa kako hudiča? Ne moreš. 80%. Okay. To, ker moraš zmeraj nekaj za sebe zadržati. Ne moreš. Si imela vedno opcijo, da bo... Zmeraj opcija. Ja. Zmeraj opcija. Ne, ker Ivan Tavčar nas je učil, da nam je ljubezen vsemu pogubo, ne? Ampak ljubezen je lepa stvar. Ljubezen je edina stvar, ki je res lepa. Ne moreš pričakovati 100%. Veš, kaj je problem, če pa slučajno doživiš, ne? Pa če crkne, ti crkneš zraven. Ne? To je nevarnost 100% ljubezni. Da crkneš, ko umre. Ne moreš, zato ker ti ne moreš sam sebe uničiti. To se pravi, da moraš ti biti zmeraj na nogah, nikoli ne boš padel. Če si ti tako nor na nekoga, pa ga zgubiš. Eni to ne prebolijo nikoli. Ne, zmeraj ta rezerva mora biti. No se to je pameten na svet. To je pamet, poslušajte, kaj govori. Vedno morate imeti rezervo. Nikoli se ne ve. Ja, je betiš. Ne moreš dati roko v ogenj. Ampak si bila kdaj tako zaljubljena, da si izgubila tla pod nogami? Ne, zato ker jaz imam zmeraj vse pod kontrolo. Tako da je težko. Pa je to v redu? Težko. Ja, po eni strani je v redu, jaz bi rekla, je v redu. Jaz bi rekla v redu, zato ker se nikoli ne zgubiš. Ker imaš vse pod kontrolo, mogoče včasih še preveč, ampak ne pretiravam, no. Sem do določene meje. Ampak kar se glede tega tiče,
20% mora biti zmeraj opcije. Dopušča zdaj še kako ljubezen v svojem življenju naprej, ali si to zdaj naredila križ? Jaz sem naredila križ. Se pravi, še misli se zaljubljati, ali kaj? Ne, ampak uživam, tudi sama uživam. A nimaš plana, da bi se spet vezala zdaj z nekom, pa mu dala srce? To je neki nagovor. Ni, jaz sprašujem te pač, ne pusti mene, pusti ta za moja neizživetno ljubezen. Nikoli se ne ve. No pa kak moški bi pa zdaj mogel prideti, da te zadrajva, da te zintrigira, da te wow. To je pa težko zdaj reči. Kaj te privlači? To je ta energija, to je, mislim, vse, potem ne gledaš toliko na zunanjost. Samo všeč ti mora biti, ne? Da se nekaj te morajo tam privabiti. Energija je bistvo. Energija, mislim, da je povsod, pri ženski, pri moškem, se te dve energije najdeta. Se najdeš, ali pa se ne najdeš. To so te prvi občutki, ali ti je všeč takoj, ali pa ti pa sploh ni. Pa ti je antipatičen, ne? Zdaj mi še pa to povej. Ni ti antipatično, pač ti ni všeč, pa niti se ne sprašuje, zakaj. Če že imaš te tečaje za ženske, to pa jaz vem z prve roke, ki se z ogromno puncami menim, pa ono drugo, to meni ni jasno, zato mi zdaj objasni. Zdaj ta zadnji del prihajava. Leta 2025 smo gledali. Ženske skozi leta, stoletja, pa feminizem, pa enakost, pa gordol, pa začele so se zavedati svojega telesa, pa moči, spolnosti, pa ono drugo dojde. Ampak še vedno leta 2025 meni ženske tarnajo, da so nezadovoljne v seksu, da moški to ne ve, kak pa kaj, da mu niti ne ve, kak bi mu to povedala, da itak je vse Kak je to možno? Ženska kot lik, boginja, Bog, ko je delal Bog žensko in Bog je ustvaril žensko, Brigitte Bardot, 50 leta, je točno vedel, kaj dela. Ne? Da bo to moški znorel, moški stoji v vrsti, moški plačuje, moški mu se meša, samo to, da je lahko žensko. To nekdaj bilo in nekdaj bo, to je manipulacija čista. Ampak, da ženske kljub temu, da imajo to moč, tarnajo ravno na področju, ko bi mogli imeti vse pošlihtano. In da mi ženska pri 50 letih reče, ne doživljam orgazma, ne zna, sploh ne vem, nisem sproščena, daj mi razloži. Če imaš ta tečaj, pa če se o tem tudi pogovarjate, ali se ne vem, kako... O tem se ne pogovarjamo. No pa kako je to mogoče, mi povej? Kje ste ženske zašle s poti, da niste glavne? V glavnem je moški niso tisti, kar so včasih bili. A tu smo zdaj. Se moški spreminjajo, se slabšajo. Resno? Ja. V kakem smislu? Mislim, dobro. V tem smislu. Mislim, to, ker so moški, so postali mogoče tudi zaljubljeni v sami sebe. Zdaj pravi, mi rečemo, če je eden moški zaljubljen v sami sebe, kako lahko ljubi eno žensko? Ja, to je težko. To je nemogoče. Zdaj pravi, da ne prej sebe, potem pa mogoče koga drugega, moškega, ne žensko mogoče. Ne? Se pravi, moški kriv, da niso ženske v redu. Jaz mislim, da so dobro tudi ženske, dobro, okej. Lahko rečemo, da nismo perfektne, normalno, ne? Vsi se nekako spreminjamo, ampak moški na slabo. Moški na slabo. Rečem na ženske, ne zagovarjam za ženske, ampak moški se slabšajo. So bolj, kaj se vem, vse je v redu na moški, da da veliko na sebe, ne? Ampak to še ne pomeni, da se počuti, rekla, številka ena. Mislim, če imaš zraven žensko, malo jo pa lahko pozdigneš. To sem ti prej razlagal. Ampak moški pa ne danes. Najprej so oni, potem je pa ona. Takoj. Ne. Kaj pa ta fora zdaj, ta MeToo gibanje, ta moderni feminizem in gor dol, ko je vse sporno, ko je vse nevarno, ko reče ženski, da je seksi, pa te že lahko toži. To imajo mnogi moški v glavi, da bo bolj vse seksizem, pa da bo vse narobe, pa da ga bo kar obtožila, ker je tega toliko veliko. Mi že ni tudi to problem, da so se pa moški začeli bati žensk, da če ti rečeš zdaj, ti si mi pa ful seksi, ti si pa ful hudo, kot ti tu meni govoriš, jaz sem inteligentna v prvi vrsti, ne boš ti mene gledal kot kos mesa. Kje smo pa tu? Danes je ženska bolj zaščitena. Lani se lahko ženska zaščiti, pred leti pa je lahko mogoče moški delal, kar je hotel, ni se bal ničesa, to se strinjam. Danes ga pa lahko prijaviš, če ti sam ni šlo pa to v ekstrem. Da so se zdaj pa moški začeli pa bati normalnih stvari.
Da je lahko sporno. To se mi zdi, da je šlo, ker to se strinjam s tabo, ker sem se menil z enimi starejšimi pevkami, da včasih imajo moški v glavi, jo lahko primejo, lahko dol, ne Zdaj problema. lahko tudi ženske pretiravajo, zato ker se počutijo, da imajo mogoče moč v rokah, v tem smislu, kar zaščite tiče, mogoče tudi pretiravajo, ker reče, itak mi ne more nič, ker jaz ga lahko prijavim ali karkoli. In mogoče zdaj je malo preveč na tej strani in ni normalno, da se moški bojijo in zdaj morajo paziti, kako se približajo, kaj govorijo. Mislim, to je malo v tem, Je šlo iz enega ekstrema, je šlo v drug. No pa če jaz zdaj te rečem, da si mi seksi, te užalim s tem ali vzameš kot kompliment? Kot kompliment? No pa to ti govorim. Kaj ženske ne, drugače? Mislim, če jaz rečem ker jaz znam reči, ampak govorim, da mnoge moške ali so moč štorasti, ko to govorijo, ampak ker gledam ena mlada generacija, veš, nekih mladih feministk, se je ta zelo glasni izraz, ga že uporabljamo noč in dan, ampak tak čudni pogled, ti pa meni ne boš govoril, da sem jaz seksi. Mene najprej vprašal, kaj študiram, potem boš ti mene šele vprašal, če sem jaz tak nekak, da jo užališ, ker si ji rekel, da ti je privlačna, recimo, Cel kup ene mladih deklet na ta način funkcionirajo. To se pravi, da je odvisno, na kak način ji on reče. Ne vem, zrela generacija, imate še vedno rade, da vas moški pohvali tako, kot se zagre. Te mlade pa mnoge ne, to ti govorim, da to je mal je skrinilo to spoti. Mislim, da to, kaj te poučuješ, ta svoje dekleta tam not. Jaz ne vem, zakaj je to problem. Recimo, da ti nekdo karkoli reče, pač to vzameš kot kompliment. Razen, če je usoren. To je drugo, Praši feministke, pa ti bo povedala, zakaj je problem. Praši. To imajo pa velike druge probleme, jaz mislim, tam. To ni samo tisti problem, ampak veliko drugih problemov. Všeč mi je, da še obstojajo tudi ženske kot si ti, ki so jim še te stvari normalne, hvala Bogu. Razen, če te nekdo tam ti se drugo, in potem ti nazaj odgovoriš. Ti se drugo. Bernarda, to vprašam vsakega gosta, pa bom tudi tebe. Kdaj si nazadnje jokala in zakaj? To pa, mislim, da nisem. To se pa sploh ne spomnim, kdaj bi jaz zadnjikrat jokala. Ne. Pa to ni vredno, veš? Ne vem, mogoče nisem res. Pa kak ne? Ne. Kaj čustvo? Vsem držiš čustva, kaj? Mogoče kakšna solza se lahko zgodi, ampak da bi jokala, pa ne. No pa saj solza se spomniš, saj solze, ki je pretekla. Ne, vem, da je do tega prišlo, ampak ti ne morem povedati, kje je kakšen primer. Kaj pa kak film, glasba te ne gane? Tudi lahko kakšen v redu film ali pa glasba tudi, ki mogoče se spominjaš na kakšen lep trenutek. Nisem čist skole. Ampak si pa drugače tak čutim, da imaš en tak zid med svojimi čustvi in samo sabo. Tak občutek imam, ne, se motim. Ne. Ali pa te ne gane. Ne, zato ker jaz sem navajena, da se pravi, recimo, jaz nisem nikoli govorila o svojem privatnem življenju. Zato ker privatno življenje je nekaj, delo je drugo. Se pravi, da mi imamo v bistvu, ko bi rekli, eno masko imamo gor, ne da se skrijemo, ampak pač ne pokažemo vsega. Kar mi hočemo pokažemo, ostalo pa ne pokažemo. Se pravi, da tudi tale solza je tekla, ampak mogoče takrat me kdo tudi videl ali pa tudi ne. Mislim, se nisem obremenjevala s tem, ali kdo vidi ali ne. Ampak mi lahko rečemo, da imamo eno masko gor. To še ne pomeni, da se skrivamo. Se pravi, da pri nekaterih ljudeh to pokažemo, pri drugih ljudeh pa drugo to je logično. Odvisno, kaj hočemo. Kakšna je pa ta Bernarda Marovt naša, ko ni kamere, ko ni intervjuja, ko ni pogovora, recimo, kakšna si do ljudi, ki jim res zaupaš? Jaz sem zdaj čisto naravna. Ko si z mano, to je normalno, ko si z mano. Verjetno tudi zaradi tega, ker sem stala. Jaz sem zmeraj sproščena. Jaz sem zmeraj sproščena, nimam teh problemov. Kaj pa prijatelji v tebi, recimo, povedo, kaj gre na živce pri tebi? To bi morali pa prijatelji vprašati. Pa zikar so ti rekli, Bernarda, pa zakaj spet, imaš kaj takega, da izpostavi, da nekaj gre na živce pri tebi? Mogoče, ne vem kaj bi, verjetno, mislim, da sem včasih tudi težka, lahko rečem sama sebi. Zajebana malo, po domače povedano. Jaz, da imam zmeraj pripravljen odgovor, da se mislim, mogoče, da sem kaj več. Mogoče, vidiš.
sem rekla, ampak dobro, zato ker mogoče hočem svojo idejo mogoče potisniti naprej, ampak to ni res, to mi je že marsikdo rekel, ampak to ni res, ampak jaz ne govorim o stvarih, ki jih ne vem. Se pravi, jaz sem takrat tiho in sprejmem to, kar mi poveš. Ne? Če pa jaz neke stvari vem in sem prepričana, potem pa odprem usta. Nekdo pa to zamenja, češ, da jaz hočem pokazati, da to vem. Ne? Ampak če vidim, da se mi pogovarjamo o nekaterih stvarih, da drugi ne vedo, pač se jaz oglasim, ker vem. Ampak zato, ker sem prepričana, da vem, ne da govorim kar tako. Ne? Mogoče malo, Kaj pa ta fama klasična, da so lepa dekleta, dve fami, da so neumna, pa da ljubijo barabe? Kaj pa na to praviš? Ja, to so zmeri rekli. Ne? Vedno. Ja, ne? Jaz sem pa ravno hotela to obratno dokazati. Da si pametna, pa da nimaš rada baraba. Tako. Ja. Tako. Pa ti je ratalo to dokazati? Je. Te imajo za pametno ljudje. Jaz mislim, da. No. Jaz mislim, da. Da bi kdo govoril, da je Bernarda Marovt neumna, to nisem slišal. No, meni je glavno, da me imajo za resno profesionalno. Kjerkoli. To pa vem, da si ja. Ja, mislim, to mi je glavno. Potem pa itak vsak posameznik, ki te spozna, samo odloči, kakšna si ti. Za mene je glavno resnost, profesionalnost. Karkoli se lotim, da me pač ljudje imajo za tole. To je ta glavno. Bernarda, zdaj pa če ob koncu, če boš to izkoristila, boš, če ne boš, pač ne boš. Hvala Bogu, da ne bi, ampak imaš pa možnost, da zamenjamo vlogi in da ti mene vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš, pa ti bom iskreno odgovoril. Zdaj imaš možnost. Širnim svetom. Izvoli. No, pa kako pa ti gledaš na žensko? Kako to zdaj misliš? No, nasploh, kaj za tebe ženska, recimo? Kaj za mene ženska? Kakšnega vidika jo ti vidiš, kako jo upoštevaš, je za tebe pomembna, ko so temu se pogovarjali, ali ne vem, kako gledaš ti ženske nasploh? Ženske so moja šibka točka, to moram biti iskren. Moja teorija je vedno ta, da v vsaki ženski ti lahko najdeš nekaj lepega, nekaj posebnega, nekaj unikatnega. In meni se je že fulkrat zgodil, da sem kakšno žensko spoznal, pa je po vseh nekih merilih bila kar nekaj. Ni bila ne vem kako privlačna, ni bila ne vem kako zabavna, ni bila ne vem kako cool, ni bila ne vem kako oblečena, ampak ko sem se začel z njo pogovarjati, ko sem dal sebi to možnost, da se bom pogovarjal z njo, me pa kar nekaj začel očarati neke stvari, ki jih prej nisem videl in ki jih tudi drugi niso videli, in marsikomu ni bilo jasno, čakaj isto, pa kaj ti to hvališ, kako si rekel, vi pojma nimate, se si vzeli, daj caj za njo. No, moja teorija, da, dobro, čisto vsaka, rečemo skoraj vsaka, ima nek šarm pa čar, ampak ga mora moški najditi. In pravi moški je tisti moški, ki zna v ženski prebuditi demona. Zapolni si zdaj ti to. Zapolni si to za to modrost. Razumeš? In če ti pritisneš na prave tipke, veš, kaj ti skliše, happy life, happy wife. Točno to sem htela slišati. In zraven s to mi pa niso jasni moški, viš, to pa res ne razumem. To površno. Da moški ne poskrbi, da je ženska srečna. Da ne najde, pa pustimo zdaj draga darila, pa karibe. No, a veš, ampak kako si ti tako neumen, prijatelj moj, da če ti ona ne bo srečna, tudi ti ne boš srečen. Ker ona ne bo z veseljem, niti spat ne bo šla s tabo z veseljem, šla bo sem tako mora. Kak si tak butast, kak si tak butast, da ne narediš njo srečno, da ne zgruntaš, kaj so tiste malenkosti, da jo razveselijo, ker ti bo dala nazaj stokrat več. To sem se naučil. Pa še nekaj sem se naučil, da ne bo še ne vem kakšna dama, ne vem kakšna ugledna ženska, vsaka ima rada, da jo moški zgrabi. To ima pa vsaka rada. To sem se naučil. In tisto, ko reče, da to ni res, se laže.
kot neka last, mislim, moja. V določenih momentih, ja, ne? In tam pride ven ta živalskost človeška in to ima vsaka ženska rada, pa ne bo še ne vem kakšna ugledna gospa, ne, to pa ne snega, pa kaj govoriš, pusti, da ti pokažem. No, v glavnem, ja, to je to. Drugo vprašanje? Drugo vprašanje? To, kar delaš v življenju, bi še zmeraj še ponovil. Mislim, kar se dela tiče, ali bi kaj menjal, mislim, ti je veselje to, kar delaš, mislim, imaš kakšno drugo željo še dosežeti, ali boš s tem nadaljeval, kakšne so tvoje želje? Zdaj, to sem ti prej v offu povedal, ne, da sem 2 leti nazaj nehal biti urednik televizije, televizija Arena, in sem začel čisto novo pot. In te podcaste sem začel v bistvu delati zato, ker mi je dolg čas, ker trenutno nisem na nobeni televiziji, ne. Sem na radiju trenutno, delam še marsikaj drugega, preditve vodim in tako naprej, ampak podcasti so mi pa manjkali, ker imam rad te intervjuje, oddaje. Ne. In zdaj ugotavljam, da mi ravno te podcasti, da mi omogočajo, ni omejitve, ni časovne omejitve, ni šefa, jaz odločam, kaj bo. Ne. Res, da je to za YouTube, ne? Ampak YouTube zadnje čase, to, karkoli se je zgodilo tu, o tem se govori. Nič več se ne govori, kaj je bilo na televiziji. Tako da sploh razmišljam, če bi mi še vrnite na televizijo, ker jaz sem imel eno oddajo, ti verjetno niti za to ne veš, imenovala se je Gartnerjev bordel. To je bila edina erotična oddaja v Sloveniji, kadarkoli takšna, kot smo mi delali. In točno na takem rdečem stolu sem sedel kot danes in mi smo gostili od legendarnih pornozvest Rocco Siffredi. Rocco Siffredi je veliko ime, moj prijatelj postal in tudi znane Slovenke, Nina Gazibara je bila recimo tudi gostja, ki so pač govorile bolj o teh zadevah, bolj vročih zadevah. Ne? A celo to? Ja, in sem spravil z njih ven, kar noben drug ni. Ne? Pol jim je bilo mnogim žal, ko vse so povedali, ampak ko je šlo ven, je šlo ven. Jaz recimo se tega ne bi udeležil. No, evo vidiš, ne, se tebi rekel, da bom čist na easy, pridi pa ne bom nič utoril. No, ampak hočem reči, kar je zanimivo, da te oddaje ne pogrešam. Da sem tukaj, se mi zdi, ker ko enkrat ti z Roccom Siffredijem stojiš na odru, to, kar je Tom Cruise za Hollywood, je Rocco Siffredi za pornografijo, on je mainstream zvezda, to ni samo pornografija, in ko z njim enkrat ti na odru sediš in odvodiš prireditev, to več tu ne gre. Italijanščine? Ne, znam angleško. Rabimo je pa, da sem v slovenščino prevajal neke stvari. No, in ko to narediš, je to. Ne moreš več. Ne? In po 9 let sem to oddajo vodil. In ti povem, da ne pogrešam tega več. Mislim, da je to. In zdaj moj glavni izziv so očitno te podcasti postali, ki so se začeli dogajati na polno. Tudi v parih filmih sem že igral, ne? Ampak žal samo stranske vloge, ne glavne, to me jezi. Ne? Recimo Šepet Metulja, to ne vem, če si gledala, to je bila zgodba o avtističnemu fantu, ki ga je igral pravi avtist. Te v redu vidim kot igralca. No, sam mi ne da nobene glavne vloge, ker ne vem zakaj. Ne? Neke stranske se dobro naredim, sam nimam glavne vloge. Ne vem zakaj, kaj je problem. Še bo še prišlo. Ne? Tako da mogoče, ko si me vprašala tu, v igralskem smislu, tu bi več. No, jaz se vidim idealnega igralca. Tu bi več. To mi malo manjka, ker drugače pa bom rekel, nikoli ne smeš biti zadovoljen z tem, kar si naredil, vedno moraš želeti še več. Se učimo do konca. Vidiš, če si zadovoljen, tisti ni vredo. Ampak kaj ti ne rečem, vedno se kaj novega zgodi, pa ta roast, recimo, ko sem imel, to je tudi nekaj novega bilo letos. Ne? In to, da si ti v srednji lig roasta, to sta bila Plestenjak, Pahor, to moraš biti zvezda, to ne more biti en, ki ga ne poznajo. Ne? In to je bilo ful dober. Imam plane za naprej, še marsikaj, tudi eno predstavo imam v glavi, da bi naredil. No, lepo. Imam, ampak osnova ta je pa vedno to nastopanje pred kamero. Že kot mali fant sem rad imel mikrofon, pa sem čvekal. Pa ne da se mečem ven, to sem jaz. Jaz sem rad v središču pozornosti, ko meni daš mikrofon, meni ti ne rabiš govoriti, pa mi daš scenarija. Daj me na oder, mi daj mikrofon, pa mi naredil showtime. Zato, ti pride avtomatično. Ne, to je to. Ne? Ja. Tretje vprašanje, zadnjo svoje strani, še eno imaš, ja? Daj si duška? Daj si duška. Je bilo kar konkretno vprašanje. Ja, daj si duška. To se pravi, tudi ti verjameš v to, da se mi učimo do konca življenja?
Zdaj, odvisno na katerem področju. No? Da se stvari zgodijo, mislim, ne slučajno, ampak zmeraj z nekim namenom. Mogoče. To je, se pravi, če bi verjel v usodo, ne, rečma, ne. Ja, verjameš v usodo? Veš, da nisem nikoli nisem razmišljal o tem, ali verjamem ali ne. Nikoli se nisem obremenjeval s temi duhovnimi vprašanji, s temi vprašanji vesolja, obstoja, smisla našega. Enostavno tudi jaz ne, recimo, ampak usodo? Ja, ne vem. Verjameš ali ne? Pa ko veš, sploh nisem razmišljal. Se pravi, je bilo usojeno, da mi je zdaj tebe spoznal, pa imel s tabo ta razgovor. To je bilo usojeno. Pravi, mi rečemo, da se mi znajdemo na pravem mestu, v pravem času, s pravo osebo. Ja. Ti v to verjameš? To pa bi rekel, da ja. To bi pa upal reči, da ja. Usodo pa ne. Vsak si svojo usodo pač začrta. Veš kaj, lahko je reči, vsak je svoje usode krojač. Sam, če si ti rodiš v Afriki, v revni družini, kjer nimaš nič. Če boš usodo, boš končal nekje drugje. Ali te bo Angelina Jolie posvojila, recimo. To je edina opcija. Sam jih je posvojila samo 12, kaj pa vsi ostali. Mogoče se bo pa nekje znašel. Ampak boš znatno težje ti uspel, kot če se rodiš v bogati družini, pa ti dajo klavir, pa ti dajo to. To je to, ne? Ja, kaj pa tisto, ko se v bogati družini recimo rodita dva, sin pa hčer, mogoče dva sina. En je uspešen, pa gre v droge, pa samo mora. Drugi pa slabo končajo pri isti družini. Tole usoda. Pa tam je bil rojen, pa vse bi lahko umel, pa je propadel, recimo, ne? Usoda. Ti verjameš, da je te bilo usojeno to, kar si dosegla? Ne vem, mislim, tudi to jaz, mislim, nisem razmišljal tudi jaz o tem, kar zdaj razmišljamo, če je bilo usoda. Ampak to pa vem, da sem mogoče bila v pravem trenutku, na pravem mestu, s pravo osebo. In ravno takrat sem se jaz tam znašla, v tistem trenutku, s to pravo osebo. V to pa verjamem, tudi jaz. Ok. Ja. To pa sigurno se naredilo, ne? Bernarda Marovt, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, po katerem se te bojo spominjali še 100 let po smrti, je kaj? Kaj bi položila na srce ljudem ali pa dekletom, ki želijo postati Bernarda Marovt nekoč? Mogoče to. Zdaj pravi, da moraš verjeti v to, kar delaš, moraš delati stvari, ki te veselijo, kar rad delaš. To je glavno, da se v redu počutiš sam s sabo. Ne? Če se ti v redu počutiš sam s sabo, se boš tudi avtomatično z drugimi. Zdaj, glavno je, da ti nekako urediš pri sebi, da se pravi, da si zadovoljen, to, kar sem prej rekla, in potem še naprej kreiraš, nikoli se ne ustaviš, da si radoveden, vedno nekaj novega odkrivaš, to bi se rada naučila, to bi se še rada naučila, nikoli se dovolj ne naučimo. Se pravi, da imaš tole energijo, voljo, da greš naprej do konca, zato ker nikoli se ne konča. Mi pravimo, tudi 3 dni pred smrtjo se lahko še določene stvari zgodijo. Recimo, ne? In včasih imam celo občutek, da ne bom imela dovolj časa, da jaz vse to izdelam, se naučim ali pridobim ali karkoli. Jaz mislim, da to se ne sme nikoli ustaviti. To moraš imeti zmeraj v sebi. In to je to. Verjeti v sebe. Verjeti v sebe. Verjeti v sebe. Porednih vprašanj te lahko vprašam kaj? Kako? Porednih vprašanj te lahko vprašam kaj? Recimo? Ne vem, povej, če te lahko. Boš pa rekla, zrež ven. Te lahko ali ne? No, porednih? Ja, recimo, da čist zaključiva, ne? Seks, koliko je pomemben, pazi, to pa s tem moramo končati. Koliko je pomemben seks za žensko po 60. Pomemben, zelo pomemben. Lahko živi brez tega. Pomemben? Je pomemben. Do katerih let je pomemben seks? Do katerih let? Kadarkoli uspeš. Kadarkoli uspeš. Kakor si v formi. Pa je res to, da ženska, ki tega nima, je tečna? Ali je to klišej? Jaz ti povem, da je res to. Ni rečeno. Da se je vidi. Ni rečeno, mogoče ima kakšne druge probleme. Mogoče so tudi ženske, ki se ukvarjajo same s sabo, pa nikoli ne pridejo do tiste točke, ki reče, ok, da sem pa zadovoljna sama s sabo. Zmeraj nekaj iščejo, ampak v negativnem smislu, nikoli se ne zadovoljijo. Ampak ne, tudi to je
lahko, ne? Da postanemo tečne pa težke. Jaz mislim, da to tudi avtomatično malo zleti, ne? Ampak na podlagi tega, da ti nočeš biti proti drugim tečen pa težek, ne? Pa se tudi začneš malo kontrolirati, malo to, kar veš, ne? Zapravi, da spet je v tebe odvisno, ne? Ja, namreč, gledaj, jaz imam cel kup prijateljic, ki so po 60, si najdem mladega ljubimca in žarijo. In žarijo, tako še nikoli. Tudi to, ja. Tudi Vidiš? to. Ja, no. Svoboda. Smo svobodni, delamo, kar hočemo. To ste dosegli, ne? Bernarda, mislim, da je to vse. Če še imaš kaj nam zapovedati, ti, pa kaj smo mogoče pozabila, pa bi rekla, čekaj, tole pa moram povedati, ker je nekaj nujnega, pa me ni No, še vprašal. pripravljam 2 knjige, v Vidiš, bodoče. nekaj biografije? Autobiografijo, da ne bo kot vse druge knjige. Bravo. To se pravi, da boš lahko tudi odprl nekje na sredini, pa boš nekaj od tega naučil, in mlade in starejše. In bo to recimo zgodbe na tudi fotografijah. Jaz imam veliko zgodb, recimo eno fotografijo, pa lahko celo zgodbo povem o tisti fotografiji. Recimo. Prej mogoče kakšna stran napisan, 2 strani, 3 strani, potem pa glavne bodo fotografije. Aha, pa to že imaš, mislim, tik pred izdajo? Ali Ne, še imaš veliko dela? Ja, še veliko dela, da jaz vse to zberem. Druga knjiga bo pa, kako jaz gledam na ženske z mojimi očmi. Mislim, z mojimi očmi, ja. To je pa zelo zanimiva stvar tudi, ne, ker jaz sem tudi veliko, vlegi tega, tale akademijo, zakaj sem odprla. Dobro, jaz se baziram na psihologiji, ampak zanimivo s temi ženskami, kako, jaz jih spoznavam v bistvu, ne. Jaz sebe že poznam, ne, jaz vsaj mislim, da poznam sama sebe, ampak zanimivo druge tudi spoznavati. Ne, in jaz lahko rečem danes, da veliko vem o ženskah. Ja, več kot jaz. Razmišljajo, več kot ti. Ja, veš, da. Ja, Čakaj ti malo, ne. Tako se pa ne bomo pogovarjali, ne. Ja, poglej, ženske se pred žensko čisto drugače odprejo, kot pa pri moškem. Ni nujno. Malo drugače. Ni nujno. Malo drugače. Ni nujno. Ni nujno. Ja, mogoče ženska žensko malo drugače, kot pa žensko z moškim. Glej, možno pa da res. No, tukaj ne more biti pametno, to ne vem. Ja. Ja. Ko? Obžaluješ kaj v življenju svojem? Da se nekaj ni zgodilo, kar bi se lahko, ali pa ne. Pa da si kaj zajebala, pa je ti žal, da si, pa tako naprej. Mogoče kakšne podrobnosti, to, ker noben ni perfekten, perfekcija ne obstaja, ne, mogoče kakšna stvar, mogoče se je zgodila, kar ni bilo potrebno, da bi se zgodila, mogoče po tvoji krivdi, se so tudi stvari, zato ravno zaradi tega, ker perfekcija ne obstaja. Ne, in to jaz vsem govorim, da noben ni perfekten, nobeden, nikjer, ampak vsaj poskušamo, delamo na tem, da se približamo perfekciji vsaj, ne? In da delamo na tem, ampak ničesar ne bi spremenila, vse bi isto, na isti način, vse isto delala. Še iz napak se tudi naučimo, marsikaj. Ogromno se naučimo, iz napak se učimo. Ne? In ko eno napako rešimo, je avtomatično druga, ki čaka, mogoče, ne? Pa tudi tole rešimo, pa rešimo, no zdaj pa konec, zdaj sem pa to rešila, ono sem rešila, no zdaj sem pa mirna. Zdaj smo že 5krat poslovila, pa ne vem, zakaj se še ne poslovila uradno, ampak zdaj pa res, finale, veliki finale. Koliko je šans od 1 do 10, da se midva zaljubiva? Od 1 do 10, koliko daješ ti realnih možnosti? Iskreno, ne rabiš, ne pusti, povej, ne rabiš filozofirati. Vse šanse so. Koliko, kaj, od 1 do 10, koliko? 10, tudi. Res? Tudi 10. Odvisno je od naju. Pa če ti v Milano živiš, jaz pa v celo. Ja, vse je možno. Kako to misliš? Kdo bo pa hodil homo? Vse se da. Vse se da. Vse se da, če se hoče. Vem te. Dame in gospodje, to je bila Bernarda Marolt. Zelo me veseli, da smo, upam, nekako jo poznate, v tej malo bolj, tudi zabavna zna zelo biti, da ima ona zelo edinstven smisel za humor, kar se mi zdi, da pokaže premalokrat, da je bolj kot ne bolj resna, uradna, profesionalna, ampak se pa zna tudi sprostiti, kar ste zdaj lahko videli, in sem zelo vesel, da si tudi ta del svoje plati pokazala. To mi je všeč.
Se motim, da si... Ne. Imam prav, ne? Imaš prav. No, vidiš. Ja. Kaj sem pozabil? Zorica Pesek. Ja. Zorica Pesek. Je bila tvoja učiteljica ali ni bila tvoja učiteljica? Ker od njenega Zevara je bila. Iz Zagreba? Ne. Ne. Tu, naša. Pa že Ne. ni bila. Ne. Pa že ni bila. Ne. Ona je bila na prvih manekenk, tudi slovenskih, in je bila učiteljica od teh. Pa še starejša je, veš? Aha, še starejša. Ja. Ne, ni bila. Ni bila. Ni bila. Ne. Kdo je bil tvoj učitelj? Kdo je bil tvoj... Ne pride ime. Kaj, ženska ali moški? Ženska. Jaz sem tudi hodila v manekensko šolo v Ljubljani, takrat, ko sem tam pri 19-20, sem študirala. Da v tem trenutku mi ne pride tako ime, ampak sem tudi hodila 3 mesece v šolo. Ja. Okay. In nisem znala hoditi v visokih petah, to še zdaj ne znaš. Zdaj znaš. No, zdaj že znam, normalno po vseh teh letih. Okay. Takrat Nič. pa ne. Ja, družba, končajmo. Še enkrat, bilo mi je v veliko čast. Ona sploh ne ve dejansko, ne. Jaz delujem zelo samozavestno, tudi v tem pogovoru, vsaj upam, da je tako, ampak dejansko sem pa imel malo treme, moram ti priznati. Ne. Pa, ko sem se opazila. Pa veš zakaj, no vidiš, pa ko sem se s tabo pogovarjal po telefonu, mislim, da pred 14 dnevi, ko sem začela ment, ne, in jaz, ko sem se s tabo nehal ment, pazi, jaz svojo mamo ne kličem velikokrat kar tako, kličem jo vedno z nekim namenom, ne. Kličem jaz mamo, sem rekel, čuj, ti veš, ko sem se zdaj namenil po telefonu, s kom spet? Sem rekel, kdo je najlepša Slovenka vseh časov? Ne. Je rekla Bernarda Marolt, sem rekel, ja. Kaj, z njo si se menil, kaj pa? Sem rekel, za podcast se menim, res, sem rekel, ja. In sem bil cel in pa to povem še eni prijateljici, pa da je njih, pa res, sem rekel, ja, ampak paste, nima zaveze Bernarda Marolt kot Bernarda Marolt, ampak vi sploh ne veste, kaj ona meni pomeni. Kako sem jaz njo, ko sem bil mali, ne, oboževal, gledal gor dol, pa nikoli ni preletela v moj, pa Nina Gazibara, z njo sem se videl 10-krat. Z njo si tudi pišem velikokrat, ne, pa ne, da smo neka najboljša friend, ampak jo smatram za prijateljico. Šenčer, žal je pokojna, ne, pa najna skupna prijateljica Tanja Zajc-Zupan, ne, recimo je tudi čudovita, tudi zaradi nje, dejansko smo se mi malo bolj spoznala, ampak tebe pa nikoli nikdar. In potem ti zdaj nenadoma preletiš tu men. Jaz sem bil tvoj fan. Aha. In zdaj tam, ko sem je videl na vratih, jaz sem kar avtomatično, normalno, kot da se poznava že od zmeraj. Hec, smo se toliko že po telefonu pogovarjali, da nič posebnega več ni bilo, ko si prišla. Ne? To je bil problem. Rekel sem ti pa, da sem rekel, poglej, kak si lepa. Ja, to si pa spomnil. Zdaj pa dajmo nehati. To je bila Bernarda Marolt, zdaj po njej bom pa imel hud problem. Ne? Koga povabiti, da gremo zdaj še čez, ker vedno moramo iti čez. Princesa Diana je umrla, Whitney Houston je umrla, ne vem, kaj nam preostane, ne. Nekaj bomo probali. Ne. Zajebala si moj podcast, ne, ker ne vem, kaj bom po tebi naredil. Ne. Se boš našel nekaj. Boš sigurno našel nekaj. Ok, zmenjeno. Uživajte in se gledamo še naprej. Adijo.